Jaz sem imela 2 meseca celo poletje vrečke, pa to še nisem nikjer povedala, spakirane po hiši. Jaz sem šla z vrečkami, pa ni noben opazil. Ko sem pa šla, pa sem mislila, tudi ne bo noben opazil. Da jaz živim zato, da izpolnjujem pričakovanja drugih. Jaz sem naredila vse, da so bili ljudje okrog mene zadovoljni. In meni vodje govorijo, jaz se nimam cajta s folkom ukvarjati. Veš, koliko imam jaz dela? A glavna naloga vodje je skrb za ljudi. In lastniki podjetij razmišljajo, jaz smo šli lani na team building. Oma, nemoj. Veš, to je tako, da bi lačnemu dal enkrat letno za jesti. Ja, valjda. Kaj si ti šel meni na živce? Se ti si to prenesel ti. Kaj si mi šel na živce? Tebi tudi. Današnja gostja je ženska, ki si upa povedati stvari na glas. No, za katerega moškega tudi malo prevečkrat in preveč na glas. Tudi igralka, voditeljica, predavateljica in avtorica knjige Revolucija ženske. Dobrodošla v Smart Talks, Polona Požgan. Hvala lepa. Polona, bom kar jaz začel. Udari. Vidiš, da sva brala iz telepromptera, sam jaz nisem prebral to, kar je tam pisalo. Ne? Rekel sem, da si včasih preglasna. Ne? A sem? Ja. No, ampak ne vem, enim moškim grejo na živce ženske, ki so preglasne in javno povejo, kaj si mislijo. Ne? Kakšna je tvoja izkušnja s tem? Si stopila katerim moškim na žulj, recimo tam na Facebooku, si na socialnih omrežjih, imaš kakšne komentare moških od spodaj? Moram reči, da se absolutno ne ukvarjam s komentarji. Ne. Zelo redko jih preberem, mogoče takole diagonalno preletim. Ja. Za vse nimam časa, da bi se zdaj vsakega posebej lotevala. Če slučajno zasledim, da je nekaj šlo preko meje, izbrišem. Zaradi tega, ker smatram, da je to moje dvorišče. Aha. In tako kot bi iz bajte vrgla gosta, ki ne bi bil spoštljiv do mene, lahko ima drugačno mnenje. Ja. Pričakujem, da ne rečem zahtevam pa spoštljivost in delitam, če slučajno vidim, da je kaj takega. Ampak po večini pa ne, glej, ne vem, mogoče sem res za koga preglasna, ampak sploh ne razmišljam o tem. Ja. Praviš, da komunikacijo dovoljuješ, ne? Se v bistvu si tak strokovnjak tudi za komunikacijo, ne? Ja, pa mislim, ne da jo dovoljujem, dovoljena je vsakomor, ne? Ampak ne pa smetenje, ne? Ja, to se mi zdi, da je eden glavnih problemov, ki jih imamo Slovenke in Slovenci, da smatramo, če ima nekdo drugačno mnenje, kot ga imaš ti, da je potem proti tebi. Ne? Jaz pa vidim na terenu, ker res srečujem najrazličnejše ljudi, da lahko ima nekdo čist drugačno mnenje, kot ga imam jaz, pa lahko ima kljub temu odlično konverzacijo. In to cenim. Wow, ti si itak poznana, ne? Že kar koliko desetletij? 30 let. 30 let, ne? 30 Toliko nekje, ko sem jaz. Zdaj, kar stisne me, ko to rečem, 30 let. Te čisto razumem. Približno 30 let sem jaz nekje v biznisu, tako da smo tu nekje, ne? Ja, tu nekje sva, ja. No, ti si starejši. Malo. Malo. Malo, ne? 30 let. Tisti, ki te ne poznajo, ne? Kako bi opisala Polono Požgan? A pa, mislim, priimek pa ime je kar znan, ne? Polona Požgan je priimek kar znan. Ja, veš kaj, to še iz tistih radijskih časov. Jaz sem na radiju začela, ko sem bila stara 18 let. Wow, ja. Tako da to je še z radija, pa z televizije, pa potem sem nastopala po gledališčih, z monokomedijami. V bistvu se pa s komunikacijo kot tako ukvarjam 25 let. S predavanji, s poučevanji, treningi, delavnicami. Če mi pa rečeš, da opišem Polona Požgan, pa damo vse to, kar sem zdaj povedala, v drugi plan. V prvi plan gre pa to, da je Polona mama. Jaz imam 2 fanta doma, Karli je star 11 let, Max bo star avgusta 18 let. In imam eno punco, pridobljeno, ne biološko hči, tak moram reči, ker je v bistvu hči od mojega partnerja, Tejo, ki je stara 16 let. In dolga leta sem rabila, da sem skužila, da sem tiste vrste človek, ki mora imeti zagotovljeno to, da večino popoldnevov preživi z otroki. Ker če ne,
potem tudi moje kreative ni in postanem rahlo nervozna in nezadovoljna in se moram zelo brzdati, da tega ne znašam nad sabo, pa še kom. Tako da to je primarno. Ponavadi nad tistimi, ki so ti pri roki, Ponavadi. oziroma pri nogi, Tiste pri nogi, najstarejši pač, ne? Priste pa navadi. ki so ti pri nogi. Ja. Preden gremo naprej, majhna prošnja. Ocenite podcast, lajkajte in se naročite na Smart Talks. Vsak nov naročnik in ocena nam pomagata, da še naprej ustvarjamo pogovore, ki navdihujejo in premikajo meje. Daj mi povej malo, no mene zanima, sicer Helena, ti bolj poznaš njeno zgodbo, Ja. ne? Jaz je pa ne poznam toliko, pa mogoče tudi ostali, ne? Ampak pri 18 letih si prvič sedla za mikrofon na radijski postaji. Ja. Kako je prišlo do tega, do te ideje, ali Ja. si sanjala kot otrok, da boš... Ne, imela sem sicer nek pogum v sebi, da sem stopala pred mikrofon na nekih proslavah, ja, na nekih dogodkih šolskih recimo, ne. Ampak nikoli v bistvu ni bilo to v moji glavi, sicer sem želela na novinarstvo, se pa takrat v tistem obdobju nisem ukvarjala s tem, da bi pa jaz, ne vem, bila radijska napovedovalka. Takrat se je še tako reklo, ne. Ja. V bistvu me je eno nedeljo popoldan poklical en kolega, sošolec iz osnovne šole, ki je bil dolga leta glasbeni opremljevalec na Radio SI. In na maršu. Veš, takrat je bil še marš zelo popularen v radiju. ja. In je rekel, mi bi pa nekoga potrebovali, pa ti tako fajn govoriš, pa a bi ti prišla. In jaz sem prišla še isto nedeljo, on me je klical popoldne, jaz sem prišla proti večeru. In takrat v tistih časih je to na Radio Marš, ki je bil valjda vadbeni poligon. Je to izgledalo tako, da si sedel in on je rekel, ko se bo rdeča lučka prižgala, daj ti nekaj povej. Ker povej, Kar povej. nobene skripte, nobenega kaj... Nič. In jaz se še danes Iz spomnim, glave. iz glave, jaz se še danes Kar spomnim, povej. da se je vrtela, poslušaj, Black Magic Woman od Santane in meni je bil ta komad ful všeč. In jaz sem vedela, da je ta komad dolg 12 minut in vedela sem, da je nekje na sredini in da imam še približno 6 minut, da se pripravim, kaj bom povedala. Takrat so po radiju vrteli 12 minut dolge komade. Tako da to je res dolgo nazaj. Ne. Danes so 2 minuti pa pol, Ja, pa še ja, to ne. ja. Ja, ne spomnim se pa, kaj sem povedala, to se pa ne spomnim. Ampak to je bilo to. Naslednjič, ko sem prišla, sem že delala. In sem 2 leti delala zastonj Zastonj. in se nisem vprašala, če me bo kdo karkoli plačal, zaradi tega, ker sem smatrala, da se učim. In da je to priložnost, to je bila za mene priložnost. Ja. No, ampak Polona, ti si v bistvu vedno bila taka pridna punčka. Ja, zelo. Vedno si, Ja. ne? Ja. Se pravi, si bila kar vzgojena zelo v redu, celo včasih malo preveč v redu. Ja, V ja. smislu, ne, da si potem šele v bistvu, bom rekla, pri zgodnjih 30-ih, ne, ali pa nekje na polovici začela v bistvu razumeti, da mogoče to ni tista Polona, Ja. ki si jo ti želiš, ne? Ja. Ali pa tista prava Polona. Veš, kaj rečejo starši naše generacije, ne? Za našo generacijo, se pravi naši starši. Za mene so tokrat rekli, mi nismo vedeli, da jo imamo. Tako si bila pridna. Ja, tako sem bila pridna. In fajn se jim je zdelo, nismo vedeli, da jo imamo. Pa si bila tako pridna? Ja, Ali bila niso sem. vedeli za Ne, ono ne. drugo plat? Samo dve zadevi sem naredila, s katerima nista bila moja starša zadovoljna. Iz teh las sem se v gimnaziji šla pobrit na po mojem 0,2 mm. Zabavaš. To je bil šok, mene so tako vprašali, ti drugiraš. To je bilo čist. Jaz sem na vasi živela, veš, majhna vas. Kje? Brunšvik pri Račah, Aha, ja, to je tam. ne vem, koliko je to, 240 ljudi, 300, ne vem. Ti pa prideš domov iz teh krav zelo gola. Ja, gola. Kaj ti je bilo? Gola. Kaj mi je ti- bilo? Želela sem si rumen puli in se mi je zdelo, da bi na golo bučo dobro stal. Res je bil to vzrok. Benetton se je odprl, Maribor. Ja, pa rumen so oni- puli sem imela, meni se je zdelo, wow. Ja. Daj mi povej. Povej mi od trenutka, ko si sprejela odločitev, da se boš obrila, Ja. ko si šla proti frizerskemu salonu, kaj si Ja. razmišljala? Si razmišljala o starših, o očetu. In ko si Ja, sedela tam sem. in ko je ona, ko si Ja. rekla obri, kaj je ona rekla, frizerka,
Verjetno te je poznala, ne? Ne, ni me, A to je ni? bil sred center mesta, veš, kje je bil Aha, ok, Benetton. nisi šla tam kjer. Ja, jaz sem kar šla k prvemu frizerju. Ja. Sem razmišljala, kaj bodo rekli starši, vedela sem, da ne bo ok, bila sem pripravljena nositi posledice. Čekaj, to je bila srednja šola, ne? To je bila srednja šola. Sam Ata te še za lasi ni mogel pol. Še danes reče, kaj si ti takrat naredila. Hej, si želiš kariere, kjer te ne omejujejo stropi, ne? Kjer tvoj rezultat ni odvisen od politike v podjetju, ampak od tvoje volje, od tvoje discipline in tvojega karakterja. Popolnoma te razumem. Ko sem začel svojo pot, nisem imel ne poznanstev, ne kapitala, ne varne poti. Imel sem samo odločitev, da nočem poprečnega življenja in da bom delal, dokler ne zmagam. Danes pa vodimo sistem, ki ljudem, ki imajo voljo, disciplino in srce, daje vse, kar sem gradil iz nule. Znanje, mentorstvo, strategijo, orodja in predvsem okolje zmagovalcev. V Smart Money Solutions ne iščemo ljudi, ki bi malo poskusili. Iščemo posameznike, ki želijo zgraditi kariero v finančni zavarovalni industriji in zgraditi ekipo. Pomen, nekaj delati s pomenom in življenje, ki ga vodiš ti, noben drugi. Če čutiš, da si za več in ne iščeš izgovorov, ampak priložnost, potem je zdaj pravi čas. Obišči www.smiljanmori.si in klikni na sodeluj z nami. Izpolni vprašalnik in kontaktirali te bomo. Ampak kako je izgledalo, ko si prišel domov? Se te niso spoznali. Kaj so gledali spomnim puli se, najprej, ne oni spomnim. pullover so gledali, ali so tebe gledali? Puli se še danes spomnim, kak je bil. Jaz sem se šla takoj puli kupiti. Po tistem Slučajno sem imela to šišanju. keša in jaz sem se šla to kupiti in jaz sem se sama sebi zdela vrhunska. Ja. A si Ja, se? ja, jaz sem Včasih si se bila pol, ful jim je všeč. žal, ne? Ne, meni ni bilo nič žal. Jaz sem si bila ful všeč. Še danes sem malo ponosna na to. Koliko si bila stara? Ja, po mojem, ko vem, enih 17. A si zamisliš? Mislim, ona, poleg vseh turbulenc, ki jih zdaj imamo z teenagerji, da se mi pojavi doma obrita, pa se točno to bi si mislila. Frizura. Pa mislil bi si, Ne, vse samo frizura. ja, že, samo Veš, veš, na kaj vse pomisliš. Ampak ne. to so verjetno bili zametki tistega, da začneš spoznavati, kaj si ti, ne? Ja, najbrž. Najbrž. Pa meni je bilo všeč, še danes mi je, veš, meni res ni bilo žal. Jaz sem potem verjetno neko kazen dobila, pa neko je bilo po mojem cele pridige. Pa. Ampak tega se ne spomnim, se pravi, ni bilo tako pomembno, ni bilo tako težko, jaz sem bila odločena. Ne? Druga stvar, ki sem jo naredila, je bila pa manj prijetna. Začela sem kaditi. S Cvetano Rozman, se spomnite? Ja, Power poznam. Dancers, ona je bila moja sošolka, na WC-ju prve gimnazije. Ja, in so me valjda takoj dobili. Učitelji. Ne, starši. Starši. Ja, Starši so te ja, dobili? takoj. Ja. In? Ja, tisto Kaj sta zdaj? se pa mati pa foter, to se pa tudi ful dobro spomnim, ravno sta se skregala. Mati me je dobila, našla mi jih je v žepu ene jakne in sta se ravno skregala in ona je za fotrom zakričala, pa še to, da veš, tvoja hči kadi. Aha, se pravi. Teatralno je bilo, veš? Ja. Tvoja, ne njena. Ne, njuna, ne njena, Ne. njegova, ker je fotor kadil, veš? Ja, ko pa v šolo hodila za petke, pa bila njena, ne? Ja. Takrat je bilo pa Vse tako je pri nas približno. Tu imaš zdaj se pa ti ukvarja, ker tebe ni bilo doma, ker si bil po Balkanu, zdaj pa se ti ukvarja. Poglej, kaj imaš doma, ne? Kaj je zdaj nastalo ta cajt, ko te ni bilo. Ne? Če vidim, da Tak imamo ste danes ženske, ne? Psihologijo. A je tak? Kaj Ne, si jaz najprej tukaj za pusti tožni ti. klopi? Najprej pusti ti, v redu je, bom že jaz poskrbela, te podpiram, ne? Čez 10 let pa vse nazaj na mizo. Ne? To je to, ne? Tako da, Polona, ni težko biti danes ženska, ali pa nasplošno. Pravzaprav je enostavno na eni strani biti ženska, ko znaš slišati in poslušati sebe, na drugi strani pa je kar precej težko biti ženska, še posebej, ker ženska je tista, ravno tako kot se je Smiljan dotaknil, postane mama. Ja. Hitro prevzame to vlogo, Ja, ne? ja. In hitro postane nekdo, ki streže drugim in pozabi na sebe. Ja, ja. Veš, kaj jaz, za mene marsikdo misli ali pa reče, tako kot si ti si ziher ful glasna. Jaz nisem ful glasna, jaz sem zelo rezerviran človek, zelo rada sem sama, rabim čas za sebe in strašno mi je fajn, če sem tiho. Ker jaz delam, si služim kruh, moja služba je to, da jaz govorim ljudem. In jaz nimam opcije priti pred ljudi slabe volje, zato ker ni njihova stvar to, če imam jaz neke probleme, kdo bo zdaj, veš, mene tam poslušal. Ne? Ljudje pač želijo storitev,
Ne? In moja Če te storitev je plačajo, to. če te plačajo, nimaš Seveda, opcije. seveda. Drugače pa, če Ja. pa te ne plačajo, pa v družbi si pa Absolutno. Sem te gledal, absolutno, ja. druga Ja, Polona. No? ja, absolutno. Mislim, nimam neke... Katera Polona je zdaj prava Polona? Ona na odru, ona tam doma. Ne vem, če je taka razlika. Tečna v pidžami. Ne vem, če je taka razlika. Smiljan, redko sem tečna. Ja. Ja, zelo sem humorna. Ja. Zelo dosti stvari rešujem s humorjem. Tudi doma? Otroci tudi doma. Ja. Tudi doma. Otroci rečejo, da sem čudna. A res? Ja, vsi drugi imajo normalne mame, samo mi imamo čudno. Ne, ampak pri nas isto pravijo. veš, tako da. Jo, to meni kompliment, Ja. jaz rečem, kako fajn, le, kako fajn. Super. Ja. Ja. Ni take razlike, jaz ne vidim take razlike med Polono na odru pa med Polono doma. Meje znam postavljati in na odru in doma. Pristna znam biti in na odru in doma. Se pa absolutno ne družim z ljudmi, ob katerih bi morala glumiti v privat času. To mi je sveto. Ja. No in o tem točno pišeš tudi v bistvu v knjigi. Začne se točno s tem poglavjem, ko začneš razmišljati o tem, kdo si. Ja, Na Pagu, se spomniš? ja, to je bil tak dolgotrajen proces, ki mislim, da je pri vseh ljudeh, ne samo pri ženskah. Dolgotrajen proces, ko začneš najprej v telesu ugotavljati, da ti nekaj ne štima, nekaj ni v redu. In potem imaš na sebe naloženo breme številnih generacij Slovenk, ki smatrajo, če me ne tepe, če ne pije, če imam hišo, če imam otroke, če imam za v trgovino, a veš, pol imam vse, kaj zdaj jaz hočem. In jaz nisem vedela, kaj hočem. Meni ni bilo jasno. Jaz sem samo vedela, da nekaj ni ok. In ko sem jaz začela potem brskati, kaj ni ok, pa kaj meni ne štima, sem jaz dejansko, kako banalno se sliši, ugotovila, da jaz živim zato, da izpolnjujem pričakovanja drugih. Jaz sem naredila vse, da so bili ljudje okrog mene zadovoljni. Veš, prva vstala, šla zadnja spat, vmes poštimala, kar je bilo treba, šla absolutno preko svojih mej. Preko svojih mej, utrujenosti, po mojem mentalno zdravje moje je bilo zelo na tankem ledu. Ampak očitno tisti, ki smo izpostavljeni, a veš, znamo še vedno, ne? Ja, pa je vse v redu, ja, meni se pravi, Polona, ti si vedno tako nasmejana, ti se pa vedno smeješ. Meni je šlo pa na bruhanje znotraj sebe. In potem sem rabila 10 let. Wow. Ja, 10 let, ker sem vedela, da bodo neke moje odločitve za sabo potegnile vojsko drugih ljudi, ki pravzaprav s mojimi odločitvami nimajo nič. Ampak če ti 30 let zapored govoriš ja, pa rečeš ne, valjda da ti rečejo, kaj si ti normalna. A tebi se je zdaj snelo? A zdaj ti na stara leta ali pa kako si se pa ti spremenila? Pa kaj pretiravaš? Pa malo zobe stisni, pa malo potrpi. Dejansko tako šolsko zgodbo v bistvu sem imela učbeniško. No, ampak to slišati sebe, prepoznati to, pa imeti to izkušnjo, v bistvu zdaj je veliko lažje predaš to drugim ženskam, ne? Ja, lažje jo predam in eno izmed mojih načel je, da vedno znova govorim o tem, kje se je meni zalomilo. In jaz ne želim, da bi ljudje v katerikoli fazi mislili ali razmišljali, da pa jaz popolno delam karkoli. Ker ne. Jaz sem, moj najpogosteje izrečen stavek v tistem obdobju, ko sem se iskala, je bil jutri. Jutri bom jaz to naredila, jutri bom vsem povedala, jutri bom šla. Ja. Zgovorn je bil pa del, da jaz preden sem šla, ker jaz sem vse pustila in sem šla. Jaz sem imela 2 meseca, celo poletje, vrečke, pa to še nisem nikjer povedala, spakirane po hiši. Jaz sem šla z vrečkami. Pa ni nobeno paso. Noben je rekel, kako imaš tule vrečke? Kako pa je v teh vrečkah? Mi so opazni. Posnik dala pa v avto, pa so moji otroci v avtu sedeli, pa so noge gor držali. Od zadaj pa ni nobeno pazo. Po sem pa šla, pa smisla tudi ne bo nobeno pazo. V avto si imela že vrečke, Ja. pa si se mora še... Ja. Nisem zmogla, da bi. Danes, če gledam nazaj, ne? Ali pa, a veš, ko ti to nekdo drug razlaga, pa to si vsak misli, kaj nisi zmogel, to greš, to poveš, to se odločiš, to rečeš. Ja, pa ni tako. Ni. Proces je. Ja, proces je. In pri meni je pač tako dolgo trajalo. Ja. Sem slišal, kdaj katere moške, ko so rekli, čuj,
Ženska moja je čez noč spakirala, pa je šla. Ja. Ni čez noč. Ja. Ko pa Jaz ne vem, vedno mogoče rečem, ja. sem rekel, šla je čez noč, ja, sem pakirala že prej. Ne? Pakirala najprej tu. Koliko časa prej si ti spakirala v glavi, preden si vrečke 10 let se je to dogajalo. Wow. Ja, sem 10 let razmišljala, kaj je zdaj, ono, a ja, a ne, a bi, a kaj pa če imam jaz narobe kaj narobe. gledanje na življenje pa na svet. Pač moče pa ni to, kot jaz mislim, da je. Kaj bi danes drugače naredila? Bila bi bolj neposredna, ne bi toliko zavijala vato iz strahu, da bom prizadela druge. Koga? Bivšega partnerja, moje starše, sorodnike, okolico. Meni se je zdelo, da moram najprej za vse poskrbeti, bom pa rekla, zdaj Grem. pa bodimo prijatelji. Ne gre. Vse v tisti začetni fazi ne. Zato, ker ljudje si ne želijo sprememb. In če se neka ključna oseba v njihovem življenju spremeni, to potegne v ta vrtinec, hočeš, nočeš tudi njih. Druge. In to je strašljivo. A so se razdelili? Jaz sem zelo naivno pravzaprav razmišljala, da ne bo treba, ampak ja, ljudje se razdelijo. Glej, glavna poanta je v tem, pa to zdaj govorim primarno, zato, ker najbrž vajo tudi ogromno žensk posluša. Ja. Ženska razmišlja. Tuhta, ponavadi si najde pomoč, partnerja prepričuje, da bi nekaj spremenil on, da bi nekaj spremenila ona dva. Potem se pa ženska odloči in gre. In vsa okolica pozna samo ta del. Ona se je odločila in je šla. Tistega procesa nihče ne pozna. Ne? Vidijo ta del, šla je. In potem na žensko pade ena gnojna jama se vsuje. Kako je lahko to naredila? Bože, kar nekaj te otroke. Kaj pa otroke je pustila? Pa jih lahko s sabo vzameš, sam ti si jih pustil. Kako je lahko? In to se pogovarjajo ljudje, ki nimajo blage veze o življenju znotraj 4 sten. Niso nič videli. Pa sodijo, ne? Pa sodijo. In čez ta del moraš iti. Ni tako težek tisti proces, ni tako težka sama ločitev. Precej ti otežijo celotno zadevo mnenja drugih ljudi. In to je bil glavni vzrok, da je tole nastalo. Ti se ni bilo enostavno, ti si tudi javna oseba, ne? Seveda. Koliko je kaj to vplivalo na globoko spoštujem bivšega moža, oba sva držala dogovor, da o tem ne govoriva, primarno za voljo najinih otrok. Jaz ne želim, da oni berejo ali moje mnenje ali pa njegovo mnenje, ker oba sva bila prizadeta, to je dejstvo. In tu sva pa res držala vsak svoje. No? Ja. Zakaj misliš, da imamo ženske tako močno potrebo, da pravzaprav ugajamo samo okrog sebe? Ja, jaz mislim, da to zelo prihaja v bistvu iz prazgodovine na nek način. Ne? Mi želimo varnost. Mi želimo varnost in zato, da si ti varna, se moraš strinjati z večino oziroma moraš pripadati nekemu plemenu. Ne? Zato, da pripadaš plemenu, sprejmeš pogoje, ki jih ima tisto pleme. Prepričanja, ki jih ima tisto pleme. In potem, ko si vse to sprejela, ti upaš, da boš pa zdaj ljubljena, razumljena, slišana, varna. To so osnovne biološke potrebe. In smo pripravljene kimati, ker je to naša cona udobja. Izven cone udobja, karkoli narediš, je strašljivo. Tudi spremembe na boljše znajo biti strašljive. In jaz prepričujem ljudi vsak dan, to je eden izmed mojih ciljev, teh predavanj, ki jih imam, da zmehčamo komunikacijo povezano z ločitvami, ker vsak tretji slovenski par se po raziskavah loči, po statistikah loči. Vsak tretji. In stres, ki ga ljudje doživljajo v ločitvi, je po tej stresni lestvici nivojsko zelo blizu stresu, ki ga občutimo recimo ob težki bolezni, ob smrti, ob izgubi službe. Ne? In če gre toliko ljudi danes po tej res stresni poti, jaz smatram, da bi morali mi vsi okolica spremeniti komunikacijo v zvezi s tem. O tem več tudi govoriti, ne? Ja, pa hkrati ne govoriti takšno dramo, ja, kaj bo zdaj pa otroci. Jaz se strinjam, super je, če imajo otroci 2 starša, sam en pridevnik smo pozabili.
Otroci rabijo dva stabilna starša. Če sta ločena ali poročena, pa to je že druga zgodba. Ja. No, se ta knjiga je v bistvu apel vsem ženskam, ne, da ne izgubijo sebe. Ja. Ker slišati sebe, ker jaz mislim tudi, da je veliko ljudi ali pa veliko parov skupaj, ki niso srečni. Ker jim je težko narediti ravno tako, kot so rekla prej, to spremembo. Ne samo zaradi tega, ker hočemo nekomu pripadati, ne, ampak tudi zaradi tega, ker pravzaprav večina nas je dobila od svojih mam eno tako dediščino, pač te pridne žene. Ja, seveda. Ja. Pridna žena, ja. Pridna, ne, ta beseda v slovenščini je zelo zgovorna v bistvu. Ne, bodi kaj prida. To posluš. Ja, bodi kaj prida za druge. Ja, za druge. Ja. In pridna si, če se strinjaš, pridna si. Če kimaš, pridna si. Če narediš to, kaj ti rečejo drugi, da naredi. Če ne ugovarjaš, pridna si, če si bolj skromna, nisi preveč samozavestna. Če nimaš svojega mnenja o vsaki stvari, pa si pridna. Če nisi najbolj glasna. Ampak ugajanje dostikrat lahko pride v samo uničevanje, ne? Ja, ti Ugajanje drugim. pozabiš v bistvu, kdo si, in jaz mislim, da je to problem. Ker ljudje pozabimo, kdo sem zdaj jaz, ko nisem ne mama, ne žena, ne vodja, ne zaposlen. Kdo sem jaz? Kak je bilo pa v bistvu tvoja ločitev od radia pa ločitev od partnera? Je bilo to povezano časovno? Ne. Bo blizu dogodek? Ne, moj bivši mož je bil zelo podporen, ko se je to na radiu dogajalo. Koliko imamo res ločitev v bistvu v življenju? Ja, se zato sem ene rekel, sprožimo ločiš se. sami. Ja. Ja. Ne, ločitev z radija je bila pa čisto druga zgodba. Tudi tako za mene precej tragična v bistvu. No. Sem kar potrebovala nekaj časa, da sem šla čez to. Tam so pa v bistvu ugotovili, da pač več ne bi imeli toliko starih moderatorjev. In zjutraj sva še prišla delati, popoldan sva šla že pri drugih vratih ven in s tem se je najina radijska kariera zaključila. Dobesedno pri drugih vratih ven. Dobesedno. In jaz sem še leta sanjala, pazi, kakšne travme nam ene stvari pustijo. Jaz sem sanjala, da sem šla do vsakega sodelavca, s katerimi smo se res dobro razumeli. In sem rekla, adijo, jaz grem, adijo. Ker nisem imela možnosti reči nekomu adijo. Nisi imela možnosti. In potem sem tole pogrevala v svoji glavi. Ja, vse to je travma. Je. Kak to, recimo, mislim, verjetno je marsikdo, ko gleda, ali je pred neko preizkušnjo, pa bi mogoče sam nekomu dal odpoved v službi, ker ni zadovoljen, pa se bori s tem, ko bo s financami v teh časih, ali pa je mogoče tik pred tem, ali pa bo enkrat dobil odpoved. Ne? Vsak sodelavec nekje, ki zdaj dela, enkrat bo nehal delati tam. Seveda. Zdaj je samo vprašanje razlog, kakšen bo. Jaz mislim, da tudi s tem ni čisto nič narobe. In tudi iskreno smatram, da 7 let pa pol sva bila s papom takrat mi dva na radiju. Mogoče je bil celo čas, da greva. Nič narobe, če je sprememba. Zaradi spremembe. Seveda. In tudi za najo, v bistvu, vsaj za sebe, lahko govorim za neko mojo kariero, je to bila kar dobra odskočna deska. Jaz sem se zelo hitro znašla, jaz sem takrat že predavala. Se že vmes že nekaj drugega? Jaz sem predavala komunikacijo vmes. Ampak ni bil še tvoj, a ta prihodek iz predavanja že presegal? Ne. To je bilo tako malo za zraven. Ja, to je bilo za zraven. No, ampak ta šok verjetno, ko ti nekdo reče, veš kaj, danes ne greš skozi ta vrata, kjer si prišla, greš od zadaj, tule imaš za podpisati, pa fajn se mejmo. Koliko je ta instinkt preživetja, pa ta strah mogoče vpliva na razmišljanje o celotni zadevi, bolj kot pa kajkoli drugega. Ker pravi zdaj, ko lahko nazaj pogledaš, rečeš, pa saj je bila dobra odločitev, mislim, zate sigurno. Samo način je bil problematičen. Tako, ker mogoče bi še danes bila na radiju. Absolutno. Samo način je bil problematičen, pa dam še svojo odgovornost zraven, pa moja naivnost. Mi smo bili prijatelji. To je bila moja druga družina. Jaz sem vsako jutro ob 4:30 zjutraj se peljala v svoj drugi dom. To je bila... Ampak jaz sem se takrat tudi odločila, da jaz bom vedno tako vstopala v odnose, na polno. Če me kdo sprejmem. Ja, in tu sem pač dobila ponjuški. Sprejmem. Ampak še vedno smatram, da moraš iti cel v odnose tudi na delovnem mestu in dati vse od sebe
In včasih te bo kdo mal, po večini pa gre zelo fajn skozi. Veš, jaz razmišljam tudi zase. Jaz sem imel takrat, ko sem bil v policiji, željo, da bi postal asistent na višji šoli za notranje zadeve, ker sem takrat par let pred tem, 2-3 leta, 4 diplomiral. Sem bil sprejet in vse, kar bi bilo treba, je bilo, da bi načelnik uprave za notranje zadeve podpis dal, da dovoli premeščanje iz delovnega mesta kriminalista znotraj uprave v Ljubljani na delovno mesto asistenta. Veš, kaj se bi mi takrat odprlo? Šel bi lahko na FBI študirati, ali pa, kaj so že FBI, pa kaj so že te... Forenziki, kaj tako je? Ne, FBI, pa kaj so že v Angliji. CIA. Ja, bi me poslali, ne. Pa na faksu bi bil, pa raziskoval bi, pa bral, pa učil, pa se pravi neke take dobre stvari, ne, mislim, pubec iz Ožbalta, 500 ljudi, biti profesor, Madonna, to bi bilo za ego, ker dobro, ne. In razumeš, in on mi ni hotel podpisati. Nobenega razloga za to ni imel, samo enega, da je meni pomagal, ne. Sam, ker takrat pa to nisem mogel videti, v tistem, ne. On bi mi tako kontrauslugo naredil, če bi mi takrat podpisal, jaz bi mogoče še vedno bil v policiji ali pa kje v akademskih vodah, ne vem. In danes, ko gledam nazaj, si mislim, pa na pot nam pridejo ljudje in nam včasih nekaj naredijo, ki mislimo, da ni pravično in pošteno in boli in jokamo in na to se ti čisto nova vrata odprejo v boljšo prihodnost. Jaz mislim, tako, kak si ti takrat gledala, pa rečeš način, pa ono, pa včasih mora nekdo nekaj narediti ob času, ko nisi pripravljen na način, ko je zate presenečenje, pa ni pravi, zato ker vse ostalo bi samo podaljšalo agonijo. Kdaj bi ti prišla na radio, pa bi rekla temu tvojemu družinskemu prijatelju? Nikoli. Veš kaj, jaz se upravičujem, ampak jaz bi rada šla v drugo družino zdaj. Ne vem. Si slišal, kako dolgo rabim, 10 let. Prvo, kdaj bi mu upala reči, drugo, kdaj bi ti mislila, da si pripravljena dovolj prihodkov generirati iz tega posla, če ne bi bil kat, ne. Zelo dobro je v takih primerih, tudi v tem, ki si ga zdaj ti za sebe opisal, izkoristiti tisto jezo, ki te takrat drži kot motivacijo, da se takoj vržeš naprej. Ker danes lahko greš do njega, pa mu rečeš, hvala ti. Jaz se lahko načelniku, samo ko ga vidim, zdaj že 10krat to govorim, pa upam, da ga bom videl. Mislim, res se mu moram zahvaliti. Res se mu moram zahvaliti. Tisti trenutek, ko mi je zaprl vrata, so se druga odprla. Tako da ljudje mislimo, da je katastrofa, da je konc nečesa. V bistvu lahko začetek nečesa velikega, ker tebi se bo pol odprlo s predavanji, koliko imaš zdaj teh predavanj na leto, koliko ljudi si se dotaknila. Okrog 100 predavanj letno. Letno, to je vsak tretji dan, si nekje med ljudmi. Wow, to je impresivno, ne. Ti pravno, ampak tudi moškim zdaj v tem času ni tako enostavno, ker ženske se mi zdi, da vseeno so se začele te mlajše generacije prebujati in že kar znajo postaviti tudi mejo. In že velikokrat vidim in slišim, da brez zadržkov rečejo ne, tukaj meja. Tako da tudi njim ni zdaj tako enostavno, ne. Smo v nekem takem tranzicijskem času, ne. Zdaj generacija naših staršev je še zelo držala vse niti v svojih rokah in se absolutno niso hoteli predstaviti. Mi smo između. Včasih, ko ne veš, kaj zdaj, sem jaz zmešana, a tole zdaj tako je, a v to smer se svet spreminja. Naši otroci, ti bodo pa naredili odločilne korake naprej, ker ti pa absolutno ne upoštevajo nekih stvari, ki so bile nam svete, pa hkrati neumne. Ti jih pa ne, tem je pa. Kako pa ti vidiš, kako bo tile tvoji otroci so zdaj tudi v takih, bom rekel, pomembnih letih, ker največji izziv za otroci je, da jih osamosvojiš finančno enega dne. Zdaj v te šole, ki hodijo, ne vem, a bojo sploh relevantne za njihovo prihodnost, pa zasluženje denarja na način, katerega smo se mi učili. Vprašanje, če bodo. Jaz se sprašujem. Zdaj sem bral raziskavo, Harvard, pa vse te fakultete so za 40 do 50% znižale vpisnine na fakultete njihove. Si zamisliš, to je razprodaja znanja. Danes več, kje boš dobil znanje, več ni pomembno. A grem na Harvard, če pa Harvard je doma,
Ja, na točno WC to. školki lahko v rokah. In ful težko starši to sprejmemo. Ne? Mi bi še vedno ono, veš, Klasično. samo šolo, naredi šolo, pa da imaš eno kljukico. Ne, to ne moramo spustiti. In tu jaz vidim razliko tudi po firmah, zdaj v praksi. Se pravi, to našo generacijo, ki je razmišljala, jaz moram narediti neko šolo, bom pa ja šla delat, potem pa, upam, da bom dobila za nedoločen čas. Ja, pa ne bo šlo to. Ne? Ampak mi smo tako razmišljali, mi. Ja. Bom pa fejs delala, pa mogoče bo šef to opazil, mi bo dal malo višjo plačo, 50 mi jaz evrov. napredovala. Ta mladi, njim se zdi zaposlitev za nedoločen čas slaba šala. Oni razmišljajo obratno. Najprej ti mene dobro plačaj, bom pa jaz delala to, koliko ti mene plačal. Ne? In jaz ne morem reči, da se mi zdi to butasta filozofija. To pomeni, da se imaš rad, to pomeni, da se ceniš, da ne boš v depresijo padal, da ne boš anksiozen, da ne boš izgoreval. Lej, tu je začetek. Zdaj še pa moramo samo mi to sprejeti. Ja, mislim, tisti, ki smo v vlogi delodajalcev, ne, Ja. nimamo enostavnih Nimate. časov, Ne. obdobij. Ne. Ne, nimate. Ja, danes dobiti nekoga Ja. z znanjem, ki je potrebno za ta čas, je skoraj da pa nemogoče. Ne. Ja. Zato, ker večina se jih zdaj uči vse to, kar Ja. bi morali že znati. Ne. Tako Ja. da smo čisto v nekem novem valu. Ne. Sam veš, kako so tam mladi podjetniki, ko si rekel za moje otroke. Jaz sem danes zjutraj rekla Maksu, se pravi, Maks bo avgusta star 18, jaz sem ga poslušal, k morjem grem. Ker on sam pravi, da so neko imajo oni avto, ne. To sam njemu to samo on za avto vidi. avto. Ja. Poje preko, poslušaj, a tja greš prav, sem nekaj rekel, da je vprašal, če ima kaj za delati. A veš, takoj. A on je, njim dobro gre, jaz bi tudi to probal. In meni se zdi to v redu. Se pravi, ne strogo Malo bi vezano probal. na šolo nekoga, ampak tu pa bodo prišle na plano Pa bo, ambicije. Ja. Ja. Ne, ker oni se lahko naučijo tega, za kar smo mi rabili 4 leta v enem tečaju, sedi doma v Hočah, a uči se iz Cambridgea. Ne? Ja. Na poti v šolo se nauči danes Ja. na telefonu več Ja. kot pa v šoli, lahko za to, kar bo ga v prihodnosti čakalo. Ne. No, Nažalost. se mogoče se bo premaknil tudi to, vidiš, zanimivo je to, on vidi s svojimi nekimi očmi, se Ja. pravi nekoga, ki ga ima on za uspešnega, on to vidi na podlagi. Ja. Ne vem, avto ali česa, Seveda, ne? Ja? seveda, logično. Ne? Ampak pazi, Ja. ne, danes, ne, če pa pogledaš zdaj tole sredino v tem trenutku, pa je, ne da Bože, da si preveč uspešen, ne? Ja. Ker moš malo iti dol, Ja. zato ker kaj se zgodi, tako imaš, ne? Seveda. Mladi pa razmišljajo, glej, rad bi se učil tistega, ki že vidim, Ja. da ima kaj za pokazati, Ja. ne? Ker Ja. je najbolj verodostojno, torej najbolj logično, ne? Seveda. Seveda. No, omenila si, da pač v podjetjih, ko si, ne, veliko imaš seminarjev v podjetjih o komunikaciji. Ne. Ja. Kaj tam opažaš, kakšne izzive imajo v podjetjih s komunikacijo? Kje naj začnem? Ja, Kje naj začnem? tam pri najhujšem. Ne, začela bi pri vodjih. Aha. Zaradi tega, ker se mi zdi, da smo eno osnovno zadevo zgrešili v Sloveniji znotraj podjetij. Zelo malo ljudi se zaveda, da v vsakem podjetju obstajata dve sporedni in enakovredni tirnici. Na eni tirnici piše cilji, rezultati, na drugi tirnici piše pa odnosi. In mi imamo pri nas zelo specifično situacijo. Na eni strani imamo lastnike podjetij, menedžerje, direktorje in ti ljudje vejo, kaj delajo. Za njih obstajajo tudi šole. In ti ljudje se po večini ukvarjajo z rezultati, pa z vizijami, pa s cilji, s prometom, z dobičkom, kar je čisto ok. Na drugi strani imamo pa ogromno skupino ljudi, ki se jim reče vodja. Kako postaneš vodja, tako da pride šef, pa reče: poslušaj, od jutri dalje boš pa ti vodja. Se pravi, ti si bil največji strokovnjak v nekem bazenu delavcev, potem te je pa nekdo povišal v vodjo. In meni vodje govorijo: jaz se nimam cajta s folkom ukvarjati. Veš, koliko imam jaz dela? A glavna naloga vodje je skrb za ljudi. Ja. Ne? In da ti skrbiš za ljudi, pa rabiš znanje iz komunikacije, vedeti nekaj o odnosih in tako naprej. In tu zgubljamo, in tu padamo. Ker naša generacija se zelo težko spreminja to pogledno. Mi smo otroci socializma. Motivacija včasih je bila tam so vrata. Ja. Veš, če noš ti delal, pa kdo drug. Ne? Zdaj pa več ne moreš tega reči, ker one vrste, ki je bilo včasih za vrati, je danes več ni. Je, ni. Ne? Odšla neznano kam. Ne? In se prepočasi nam tule gre. Se pravi, vodje izobražujemo prepočasi in lastniki podjetij razmišljajo: ja, se smo šli lani na team building. Oma, nemoj. Veš, to je tako, da bi lačnemu dal enkrat letno za jesti. Ja, valjda. Ja. Ne? To je odnos. Ja. Ja.
Tako. Ne pozabiti, tako, ampak vse ja. pa so ti odnosi, tudi doma je odnos. ne? Ja, Z otrokom je seveda, odnos. seveda. Ja. Komunikacija je odnos. In ne? za odnos rabiš čas Ja. ne? In neko energijo. Če si ti kronično utrujen, ni odnosa. Ja. Ne? No, viš, tu pa ne bo inteligenca, umetna nadomestila, Ne. vodje pa ne bo. Ne. Čeprav, veš, sem zadnjič nekje prebrala, tako na hitro, sicer tako da zdaj ne vem, če bom čisto prav povedala. Ne vem, kje so delali raziskavo, koliko je umetna inteligenca sočutna, koliko empatije ima. In Preveč. so ugotovili, da je zdaj pa, če se ne motim, za 36% več sočutja pokazala kot tista skupina zdravnikov, med katerimi so delali raziskavo. Ja, v enih primerih ima preveč sočutja, Ja. ker vedno potegne s tabo. Ja, imaš prav, Ti trenutno ti ja. da prav, Ja. pa ti si najbolj pameten, Ja. pa tvoja Ja. čustva so pravilna, tako da moraš, tu moraš paziti, kako se pogovarjaš. Ne? Ko mi nekdo reče, ja, mi je AI rekel. Ne? Ampak gledaj, to so začetki. To moraš- Veš, kaj bo čez 2 leti? Dajmo napiši noter, da ti more kontrirati non-stop v vsaki pogovor, pa boš videl, kaj se bo dogajalo. Ne? Ja, jaz sem zadnjič brala, kaj je ChatGPT zapisal Maxu. Max je imel test in pred testom je napisal: mene je strah. Ja. In on je dobil odgovore. Max, brat, Max, brat, ker Brat, ja, otroci zdaj. si brat govorijo drug drugemu. ja. Max, brat, drži se, ne popusti, ti to zmoreš, uspelo ti bo takoj, ko boš odpisal, mi javi, Ja. kak ti je šlo. Ja. Prijateljsko, ne? Pride domov, jaz slikam. Max me ne fotka, pravi, ja bom ChatGPT pokazal, kaj ti delaš, da vemo, če on ve, kaj to je. Veš, kaj mu je napisal? A si ti povedal tvoji mami, kak si se ti danes potrudil pri testu iz, ne vem česa, se ne spomnim, kaj je pisal. A si moš misliti, če je to danes, kaj bo čez 2 leti? Mislim, da Ampak jaz mislim tudi, da bo tukaj prišla ravno to, ta komunikacija pa neposredni stik z ljudmi še bolj v spredje. Ja, Pa manjše skupine. Ne? ja, ja. Zaradi tega, ker lahko ti zdaj le super je, nekaj novega je. Torej, tudi AI je revolucija. In mi imamo radi na nek način nove stvari, take, ki nam hitro pomagajo. In jih želimo uporabljati. Ampak pol na koncu pa vseeno ti veš, da na drugi strani ni nikogar. Ne? Ja, Ti veš, da na drugi strani je samo ena inteligenca, ki nima v resnici sočutja. Ker sočutje ti lahko, da sem človek. ja. In se mi zdi, da bomo prišli v eno obdobje, ko bomo razumeli, da rabimo stik. Da ni to stika samo- realnega. Ne? samo In to se danes, že kaže, se mi Ja. zdi. samo Ja. danes se Da. ljudje bolj pogovarjajo z chatom, Ja, kot pa z ljudmi. ja, Izzive, dosti, izzive. dosti, ja. Se, če greš Ja. pogledati, zakaj se najbolj uporablja ChatGPT, je za terapije, terapevtske razgovore. Ja, ja, terapevtske razgovore. Zelo navadna Ja, zadeva. ja. In zdaj, ko ti vzameš ti ChatGPT ali pa Kloda ali pa ne vem, katero umetno inteligenco za svojega prijatelja, ne, in zaupnika in župnika, Ja. ne, in se že začne z njim pogovarjati, hej, ti pa, kot da, Ja. mislim, Ja. kje je to meja? Zaljubljajo se To je ljudje. itak, Ne? to je To čudo. je res lahko za idealen sogovornik, ne? Taki, kot smo jih željni, Ja. pa jih v bistvu ne dobimo. Ne? Ja, se pravi, in kaj pol tvoja predavanja v firmah povzročijo po tistem, komu se bolj zameriš, šefom? Nikomor, ne, nikomor. Imam ta občutek. Ja, kaj povedati? Vem, kaj povem, vem, na kak način povem, vem, koga nagovarjam. Dejansko sem tam, da pomagam. Moj glavni cilj, ko nagovarjam množice, ker jaz dosti krat res mase ljudi nagovarjam, je ta, ker imam recimo 1 uro ali pa uro pa pol na razpolago. In takrat je moj glavni cilj, da jih, jaz rečem, zmehčam. Ljudje pridejo jezni, kaj moram zdaj sedeti tule, pa nekoga poslušati, pa kaj pa tog drugega dela bi lahko zdaj, ne, pa ta denar bi lahko med nas razdelili, pa Ja, sve valjda, svašta ja. slišim. In jaz jih zmehčam, da oni vidijo, in to je moj cilj, da izobraževanja niso nujno duhomorna, da lahko dobijo, kar se komunikacije tiče, konkretne nasvete, ki jih lahko uporabijo naslednji trenutek. In lahko rečem, da sem tukaj velik strokovnjak, da znam zapletene stvari povedati na res Enostavno. preprost način. Pa vse skupaj podmažem s humorjem, moji primeri so humorni, stand-upovski. In ljudje se stopijo in imajo to radi. In meni je najlepši zvok na svetu smeh. In
ta smeh njihov je tudi eden mojih ciljev. Ker oni grejo drugačni, oni grejo bolj Druga sproščeni. energija. Ja. Pa si kdaj razmišljala, da bi naredila eno stand-up komedijo? Pa saj Če sem pa delala. je, Si, če pa ne? je. Sem Veš, koliko delala. nastopov imela? Ja, Janja Vidmar je bila Ja. avtorica, Matjaž Latin je bil režiser. To je bila zadnja, kar sem delala, bila monokomedija Alfa Samica. Aha, to si delala. Ja, ki Kdaj je bila, se to sta vidva gledala, Ja, to je bilo seveda. leta nazaj. A sem jaz bil? Ja, v KGB-ju smo bili. Ja. Kaj, Sem bil tu še na dol. oder sem te Točno, odvlekla. ja, kaki spomin imam jaz. Ja. Točno, ja. To je bilo, mislim, da samo tega več kot 120 ponovitev. Ja. Drugače pa več kot koliko Ja. si imela 300 dolgo pred Jo. Veliko, ja. Par let sem In to danes ti delala. to Facebook pomaga tudi Ful. pri tvojem delu. Ja, v bistvu, ful. ne? A si Ja. študirala kaj Ja. stand-up komedijo? Veš kaj, Ker to se da naštudirati, ne? nisem AGRFT-jevka, kar je bila vedno malo moja rak rana, ker jaz sem tudi iz tiste generacije, ker bi imela certifikate, ne, pa kaj ja, pa kaj ne. Sem si pa privat tutorja najemala in eden izmed njih je bil Zijah Sokolovič, ne vem, če poznata, bosanski igralec, za moje pojme daleč najboljši, to če imate priliko, to morate videti. 80 je star, še vedno igra. A res? Ja. Kabaret je njegova predstava, jaz sem jo gledala 11-krat. In on me je pa res malo dvignil, no, tudi v tem mojem razmišljanju, da sem potem rešila do konca to pogledno, da sem se sprostila, pa da sem upala. Veš, zdaj bi bila spet aktualna ta predstava, ne? Ja. Ker je o tem, da ustanavljam stranko. Ja. Pa lej, ta tekst je star, pa 12 let sigurno, 13, 14, pa če zdaj poštudiram, isti akterji politični so takrat v njem, kot so danes. A moraš misliti? Ja, še Kangler se je vrnil, sem dan zjutraj prebrala. In isti so not takrat in danes, nič se niso spremenilo. Če je bilo nas, se Pa kaj pa mogoče res narediš, ne? Ja, lej, Veš, lahko ene, bi. retro. Ker je res aktualna še vedno. Retra, mogoče narediš eno tako. Se ti zdi, da Vnovične ja, se iste. Povratek. povratek Ali pa sem videla odpisanih. Povratek odpisanih. Gremo v leto. Pa res je lahko povratek odpisanih. Ja, ker je. Se ti zdi, da nam manjka, To je treba spoštovati, ne? se ti zdi, da nam manjka smeha? Ja, ful nam manjka smeha, ful. Ker ti si tudi združila v bistvu z raznimi predavanji, ravno to komponento, ne? ja, Da ni samo ja. resno, ne? Lej, ljudje pridejo zelo resni. Zelo resni, jaz vsakega pogledam, ki pride na predavanje. Ne glede na to, koliko jih je, vsakega se trudim, da vsaj Ja. enkrat da ga pogleda. Takle se usedejo, tule Kaj držijo, boš zdaj zelo povedala? gledajo, malo sklonijo glavo, ono pogled izpod obrva. Kaj mi je tega treba? Ja, ampak pol pa se, mogoče med 52 v povprečju, ne moreš premakniti smeh. Veš, dva še ostaneta še vedno. Ampak tam veš, da so neki drugi izzivi, Odzadaj. veš, marsikaj je lahko, ne. Drugače pa sprostijo in se tako nasmejijo. In meni se zdi, da se jim kar ene čakre odprejo. Ja, a veš. se- Ja, ja, kar ja. tam grejo bolj od tam, lahkotni. Ja. Tako da po predavanju Ja. ti nisi utrujena. Takoj po predavanju ne, Ne. jaz še imam potem 1,5 ure pred mi adrenalin Se pade. spusti, ja. Veš, kaj mi je pa najboljše? Ko mi dajo proizvodne delavce. Take klene moške. Fuj. Ono, ja, in jaz strašno rada delam z njimi. Zdaj sem glih imela 14 dni nazaj v šotoru, pazi, mislim, da jih je bilo 500. Proizvodni delavci, krovci so to bili in jaz pridem in ko vidijo, v katero smer to gre, in ko vidijo, veš, ker jaz imam naslov predavanja Prijazno je biti prijazen in ljudje so malo našpičeni, oni mislijo, ti boš zdaj meni. Ja. Ti boš meni zdaj prišla pridigat, kako ne bom jaz bolj prijazen. Ampak to predavanje gre pa glih v drugo smer. Ja. In potem, ko jaz vidim te moške in to, kako se oni nasmejijo, in vedno pridejo in rečejo, drugo leto spet vi. Veš, na firmi jih vprašajo, Res? naslednje leto pride, koga bi imeli, ja, ono. Ker so Ja. se Ono smejali. dlani. Ja, Da so se fajn počutili, ne? ker jim je Pa ker fajn. so nekaj dobili še ja, taka, ne? Ja, Druga sporočila. točno to. Ja. Torej, nagovarjaš žensko, ampak to ne pomeni, da ne maraš moških, ne? Oh, ne. Moj najljubši človek je moški. Ja. V bistvu 3 moji najljubši ljudje na svetu so So moški. moški, Ja. Nagovarjam ženske preko online tečajev. In marsikdo me sprašuje, ja, pa zakaj ženske, pa kaj zdaj ti neka šovinistka nisem. Preprosto zato, ker sem jaz vedno imela precej manjši procent moških kot žensk
v online tečajih. Recimo, da sem imela 8 žensk, pa 2 moška. In potem so te ženske bile precej zadržane. Veš, ko imaš ti ene direktorje zraven, menedžerje, to ženske se kar mese, kar. In potem sem jaz razmišljala tam med korono, kaj pa če bi jaz samo za ženske, ker je razlika v komunikaciji. Seveda je. Moški vodje, oni si lastijo svoj uspeh, to je moje, to sem jaz naredil, moja ekipa, moji rezultati. Me? Se to nisem jaz. Ja, to smo, ne, to nisem jaz. Jaz sploh ne bi bila vodja. Mene so pač tu nastavili, ne? In mi moramo tu začeti. Mi moramo začeti samo podobo, samo zavestjo, s postavljanjem mej, s tem, da če si vodja, te ne morajo imeti vsi radi, odpade. Lahko si najboljša, pa te ne bodo imeli vsi radi. In preden se ženske s tem sprijaznimo. Ja, bom pa povedala, kaj si jaz mislim, pa boste pa vsi jezni. Ja, mogoče kdo bo. A veš, čez te zadeve moramo, ne? Kako postavljati meje? Sindrom vsiljivke, pa moškega tudi imate samo v neprimerno manjši meri. Notranji kritik, perfekcionistka, komunikacija žrtve. Me začenjamo stvarmi, kot so, ne vem, pritoževanje, kritiziranje, negativizem, obrekovanje v končni fazi. Kaj narediti, ko pride do neprevzemanja odgovornosti? To ni tako preprosto. Mi, naša generacija, mi radi govorimo, ja, ko smo mi bili tako stari, ne? Mi smo bili odgovorni, ma hodiča. Isto smo delali. Ja. In tu jaz rabim prostor za ženske, zato da so sproščene, da nimajo občutka, da se morajo dokazovati pred nekom in da lahko res delamo. Zato za ženske. Po podjetjih pa seveda delam vseme. Par si besed naštela, samozavest, samopodoba itd. Kaj je recimo tisto, kar ti vidiš, da ženskam danes manjka? Jaz smatram, da je samopodoba, se pravi mnenje, ki ga imamo v sebi, zelo vezano na našo naravno samozavest. Ne aroganca, moraš ti stopiti na nekoga, da si sam malo višji. Ta naravna samozavest je torej zelo povezana z mnenjem, ki ga imamo v sebi. Mnenje v sebi imamo pa v določenih obdobjih življenja dobro, določenih pa slabo. Se pravi, samozavest pade, raste, pada. Ne moreš ti biti celo življenje na 100% samozavesten. In tu je ta, ne vem, če ste brala knjigo te Mira Furlan, se spomnite? Mira Furlan, ona je bila Hrvatica, igralka, po bivši Jugi takrat je ona bila glavna zvezda. Potem se je pa zaljubila v enega srbskega režiserja v času vojne, pa ni več vlog dobivala in so jih izgnali iz Jugoslavije, sta šla v Hollywood in je tudi tam ratalo. Mislim, da je 4 leta nazaj umrla zaradi te mrzlice, kako se že reče, Nil. Ja. In ona je v svoji knjigi napisala, samo bedaki so popolnoma samozavestni. In je res to. Včasih pride dvom. Ne glede, koliko imaš izkušenj. Pa to je normalno. Ja, ampak veš, ljudje, ki pa niso samozavestni, si pa mislijo, ali imaš samozavest, ali si se rodil s tem, ali je pa nimaš. In pol ostanejo na tem, da je nimajo. Kar je škoda, ker tega se da naučiti, to ti vadiš. To se ti zavedaš, kako ti to nazaj prikličeš, ko to gre. Kako vadiš samozavest? Glej, že sama podoba, če smo prej rekli, se pravi, kakšno je moje mnenje o sebi. Da se tu malo prej sprašam, da si naštejem vse svoje dobre lastnosti, da ne vidim samo tistih negativnih. Da se zavedam, ločujem se v obdobju svojega življenja, ker me samozavest padla. Ampak to ne pomeni, da bom jaz tu ostala. Da si ne govorim stavko, kot so moja mati ni bila samozavestna, zdaj pa jaz tudi nisem. Na to ni prirojeno. To je nekaj, kar moraš ti vaditi. Da se malo bolj zravnaš. Veš, govorica telesa, da nisi da si že ti takoj, da si predstavljaš eno tako srebrno vrvico, jaz rečem, ki jo imaš napeljano skozi glavo, pa po notranjosti trupa do popka in pol vsakič te malo nekdo potegne za to vrvico. Da ti vadiš to, ker če ti narediš to, ti si takoj bolj samozavestni, kot pa če ti narediš to. Ali pa začneš delati to, nekaj se potne roke, brisati, se presedati. To je telo, da možganom takoj znak, čakaj, mi smo v nevarnosti. Pa so pa tehnike, da ne buliš. Ko prideš nekam, veš ljudje, ki so prestrašeni, ki začnejo, da ne požiraš sline tam, kjer ni treba, ker to tudi ni normalno. Da vadiš ti to, da delaš z rokami, da nisi ono, ali pa eni imajo, spetiš čist,
ogromno je enih tehnik, ki se jih da zvaditi, in potem ti to naštudiraš v 3 dneh, ok? To ni, ljudje mislijo, da imaš 3 leta, ne 3 dni. 3 dni. Ti to naštudiraš in pol avtomatsko telo sporoča tvojim možganom, ne rabimo mi kortizola, ne rabimo adrenalina, v redu smo. Tako da jaz po tej poti učim. Kako ženski reči, da nikoli ne bo dovolj dobra za sebe? Da to sploh ni smisel. Ker to ima ženska veliko krat, ne? Ja. Veliko je to in to je povezano s samozavestjo oziroma Ja. z slabo Ja. samozavestjo, slabo samopodobo, ne? Ja, ja. Sej tisto, če mi malo mislimo, ne, ja, pa lahko še to, pa ono, to je super, Ja, pa to je neka motivacija, Tako je. pa, ne. Ja. Ampak najhujše mi je to pri perfekcionistkah. Ker k meni pride v tečaj ogromno žensk. In one rečejo, ja, gospa Požgan, jaz sem pa taka perfekcionistka. Jaz si vedno mislim, da se naš več dolgo. Ne? Ja. To je najhujše, ta bolehen perfekcionizem, Ja, do vsega. ko narediš nekaj vrhunsko, Pa še nisi pa še ni verjetno. Ja, samo če bi, Bi. ampak, ne? Ja. In tu se mi zdi, da se nalaga potem tudi tisto, čemu rečemo izgorelost. Ne? Večen stres, večno nezadovoljstvo. Na to. Ne? Ker če ti ne narediš, lej, pa če tudi rečem za kljukice, tole sem napisala, pa če se jaz nastavim, pa rečem, Pa zaploskaš. kako Ja. točno Sama to, sebe. kako bom zdaj jaz to proslavila. Ja. Ja, zato sem vas vse povabila v Ja. Rožmarin, Ja. Ja. ko je prišla ta knjiga ven, ker sem želela, da z ljudmi, ki so mi ljubi in dragi, proslavim. Jaz sem želela, da proslavljamo mene. Ja. Jaz sem to napisala, ploskajte mi. Ja, ni Jaz to enostavno. zaslužim. Ni enostavno. Ja. Po tistem večeru zdaj pa gremo dalje. Ja, zdaj pa gremo dalje. Ja, Ja. ja. Sem te vprašal, takrat ne, razmišljal sem, da te bom vprašal. Ja. Ne, glede na to, da si napisala knjigo Evolucija oziroma Revolucija Ja. ženske. Če jaz to knjigo preberem, če bom kaj bolj razumel Razumel ženske. Ja, pa tudi sebe. Ja. Ja, ker ogromno enih stvari, ki so tu not, valjda velja tudi za moške. Ne? Ja. Ne. Ampak veš, kaj je zanimivo? Sigurno, ja. Dosti krat, glej, obstajajo menedžerske konference. Ja. Jaz sem na ogromno teh konferencah predavala. Prideš recimo v Portorož in v hotelu Bernardin, v tisti prelepi dvorani sedijo sami moški. Mogoče kakšna ženska, ampak tam se nobeno vpraša, ja, kje so pa ženske? Kam so pa šle? Zakaj jih pa ni? Gledaš parlament, ne samo slovenskega, glavnini so moški, vlade, moški, ministrstva, moški, direktorska mesta, moški. Pa kaj prihodi, če se nas sprašujemo, kje so ženske? Ko pa jaz tole napišem, veš, pa vsi začnejo, ja, a za ženske, a zdaj še napisala revolucijo, za moški? Ne. Ne, ker že tako je. Ne? Ja, ker že tako je, ja. Ja, valjda. No, če se dotaknemo, rečemo tudi izgorelosti. Perfekcionizem, kaj bi še bilo tisto? Kako pomagati ženski, da ne izgori? Izgorelost ni problem posameznika, ampak je organizacijski problem. Veš, tam je treba popraviti cesto, v kateri firma vozi. Mi si to naložimo na sebe. Pa rečemo, ja, pa sem jaz nisem znala reči, ne, pa sem preveč počivala, mislim, premalo počivala, pa sem preveč se gnala, pa ne vem kaj. Ampak to je v bistvu nekaj, kar se dogaja na nivoju organizacije. In se dogaja. Se. Ker marsikdo reče, ja, to je neka modna muha. Modna muha, ali ne, ti imaš zaposlenega na bolniški. Veš, na zadnje, ko sem preverjala, smo Slovenci imeli največje število ur bolniškega staleža v Evropski uniji. In ogromno ljudi izgori, so v prekomernem stresu in tako naprej. In marsikdo razmišlja, ja, pa to so ljudje soleni, niso več navajeni. Ni res. Današnji tempo življenja je drugačen, kot je bil 30-50 let nazaj. In mi nosimo službo v naših glavah tudi domov in seveda nosimo privat probleme tudi v glavi službo. Vse se je pomešalo. Tako da tu jaz vidim, da bomo izgorelost morali reševati bolj na nivoju organizacij, podjetij, v smislu skrbi za odnose. No, se to. Ja. Se mi zdi, da je s tem povezano. Ja, Pa ja. tudi s tem odnosom, spet, mislim, da gremo spet nazaj k sebi. Ja. Pri meni je, naprimer, ko jaz razmišljam o izgorelosti, jaz to dosti delam, ne? Ampak si mislim, pa jaz delam nekaj, kar res obožujem. Ja. In to mene polni. In se mi zdi, da imam tudi občutek, kdaj reči ne. Okay. Se pravi, jaz znam izstopiti. Ja. Ne rabim dosti. Ja.
ker bi bilo mogoče preveč dolgčas, ne, in tudi ne bi bilo fajn za mene, ne. Ampak se mi zdi, da tukaj tudi se mi zdi tako fejst pomembno, da znamo razumeti, da daj se vprašaj, kaj delaš in ali je tisto, kar delaš, res tisto tvoje maksimalno. Se pravi, je res tvoja ljubezen. Ja. Ker če imaš ti nekaj noro rad in te nekaj polni, pomeni, da te bo vedno zanimalo, karkoli je ena informacija, bo prišla, že, kaj je to, ne? In potem to je nekaj, kar ti je okej, ker ti je to naravno, da me zanima in tako naprej, ne? Se pravi, nimaš tistega, joj, moram zdaj to, ne? Ja. Čeprav je v vsakem delu Ja. tudi nekaj, da pač nimaš čisto, Ja, ne? ja. Kaj Absolutno ti sva misliš? mi dve v prednosti, ker imava radi to, kar delava, ker naj vse zanima, ker prideš z veseljem v službo, se veseliš Ja. nekih izzivov, Ja, ki te tako. čakajo. Ampak hkrati smo pa mi tudi ena nevarna skupina, ker ne znamo odnehati. To sem hotel reči, Ne. se je Ja, izgorelosti ja. še več med, Ja. med podjetniki. Ne? Ja, ampak je to primarno med odnosi. Ne? To ni povečano število nadur, samo med odnosi je tudi odnos s sabo. To, Ja, no, ne, vse to to je sem to, htela. Ja. Odnos s sabo se že začne. Lahko imaš ti rada prepoznati. svoje delo, Helena, lahko ti delaš ure in ure, ampak dokler veš, da se treba nekje ustaviti. Tako je. Ja. Ja, vse Ne, to je ta ker odnos, telo ne. pa rabi počitek. Tako, veš. ja. In to kvaliteten, ne? Kvaliteten, pa tu mene bolj skrbi, potem vidim pri dosti ženskah, kolikrat ne znamo biti same. Ne zmoremo biti same s svojo glavo. Veš, čas mora biti akcija, skozi se mora nekaj dogajati. Ne? In ena taka osnovna zadeva, mogoče za tiste, ki poslušajo, v borbi proti izgorelosti, ena taka pikica, ki pa dela, je kvadratki v koledarju naj se ne dotikajo. Ali pa barve, ali ne vem, kako jaz imam barvni koledar, ne, ta Outlook. Barve naj se ne dotikajo. To pomeni 5 minut med sestankom, 5 minut med enim in drugim sestankom. Ja, ja. 2 minuti, preden stopiš na firmo, pa preden doma odpreš, recimo popoldne vrata svojega doma, sedi v avto, naštelaj se. Ja. Ne? Vdihni. In če si ti Izdihni. 10-krat dnevno daš, ti 2 minuti, lej, ali pa 5 minut, ali pa tule pa rabim 10 minut, je to skrb za sebe. To je skrb, za mene skrb za sebe ni, gremo v park obema drevesa. Ne, za mene so skrb za sebe take male stvari, ki jih res narediš za svoje mentalno zdravje. Mislim, lahko je pa za nekoga objemanje dreves mentalno zdravje. Ja, ja. Tudi opcija. Ne? No, ampak ena izmed stvari, ki je tudi fejst omenjaš v knjigi, ali pa izhaja v bistvu iz knjige, je ta osebna rast. Nikoli se ne nehati učiti. Ja. Kako je to pomembno? Ja. Za Kaj, vsakega. kaj si ti šel meni na živce? Se ti si to Jaz. prenesel, ti. Kaj si mi šel na živce? Tebi tudi. Ja, jaz sem te poslušala zadnjič, ko si govoril, komu vse si šel na živce. Jaz mislim pa, kaj on govori o tej osebni, to je bilo 20 let nazaj. Joj, Osebna malo več, rast, veš, več. 25, Ja, 28. ja. Jaz sem bil en izmed prvih, ki je o tem govoril. ne. Ja, vem, jaz to vem. Jaz sem šla Šele je poslušati. šel, veš, na Ja. živce. A si mi šla Lepa. poslušati? Vem, da to si me? normalno. Sem šla poslušati, veš, da moraš iti poslušati človeka, ki ti gre na Ki ti gre živce, na ker živce. nekaj mora biti, da ti gre Ja, na živce. ja. ne. Kaj mi gre na živce? Jaz sem ja? kupila karto. In jaz nisem razumela. Jaz nisem razumela, kakšna osebna rast. Tipičen oni odjemalec sem bila. To je butasto. To so samo ljudje, ki imajo preveč časa. a veš. To ti moraš delati, delati. Ja. Pa če je s tabo kaj narobe, Ja, ja. sami luzeri. Ne? Sami luzeri požri, potrpi, zdisni zobe. No, in tu sem tudi rabila, jaz očitno za najpomembnejše stvari v življenju rabim kar nekaj časa, da jih stumbam. Ampak se vsi rabimo, ne? Ja. Kje pa je bil shift pol? Kje bi šel? Lej, Stres, kje nekaj. je shift? Kje je shift? Shift je, ko zboliš. Shift je, ko se ločiš. Shift je, ko zgubiš službo. Pa shift je, ko ugotoviš, da nimaš več odnosov s tistimi, s katerimi jih želiš imeti, ker so ti pomembni. Te 4 točke. Pol pa Nekaj začneš se mora iskati zgoditi. novo znanje. Seveda, popavi osebna rast. Zakaj bi pa čakal, da se to zgodi? Ne? A ni to škoda? Ja. A ni to škoda, kako čakamo? Ja. Ja, včasih je bilo res, čakamo. Leta 2000, kdaj sem jaz knjigo napisal, 7 skrivnosti, motiv, 2000. To pa akcije. imam. To pa imam. Ja. 2000. Tam noter še vse drži, samo to, da sem vegetarijanc, ne delujem. Meso zdaj jem spet, če kdo bere staro knjigo, meso jem, tako da, ker sem takrat bil čist v tistem Ampak je bilo eno filmu. obdobje, V oba enem dva filmu, smo. ja, se. Razne stvari sem probal, ampak v bistvu takih knjig, kot si jih zdaj ti napisal, pa jih pišeš, ne, takrat v Sloveniji ni bilo veliko, ne. Ne. Da bi nekdo bral neko knjigo o osebnostni Ne. rasti, ni bilo podcastov, ni bilo video, intervjujev ni bilo. Ne. Danes
je tega res ogromno. Ne? Pa tudi ni bilo recimo nekaj, kar se je zadnja leta razvilo, ne vem, veja nevroznanosti, Ja. pozitivne psihologije, Seveda. ki znanstveno preučuje Ja. to, kar recimo ti pa jaz, Ja. pa še kdo predava, ne? Zakaj so cilji pomembni, zakaj je izgorelost, kaj pomeni vizualizacija, Ja. zakaj tista vaja hvaležnosti. Vse je to tako nekako zvenelo mistično, duhovno. Ezoterično, tako, Ja, ja, kar čudaki se ukvarjajo s tem. veš, ono, Imajo čas, ja. sedi pa, kaj Ja. dela? Ja. Vizualizira. Sploh s tistim filmom Skrivnost, ne, če se spomniš. Ja, se spomnim. Je bilo to Ja. tako popularizirano, ne? Pa si mislim, kaj te zdaj to je. Ampak Ja. ko se bo začelo znanstveno to plasirati, ne? In jaz še toliko bolj navdušen postal, se spomnim, da so me enkrat povabili na Bledo, Združenje slovenskih zdravnikov. Ampak nisem dobil povabila. Jaz sem dobil, zamisli si, da ti zdaj Združenje slovenskih zdravnikov pošlje v kuverti dnevni red predavanj, urnik predavanj, In in tam da si si že gor. ti, Ma daj ne. ja, da si ti eden izmed predavateljev Ja, napisal. ja. Ne? Pa jaz gledam po pisarni, pravim, kaj smo se kaj zmenili za kako predavanje? Nobed nič. Se pravi, jaz na urniku predavam, ne vem, 30 minut. Tam gor so sami doktori, Ja, ja. DRS, kar ni šlo od zadje, tam so dali ono od spredi, ne. Pol pa pazi, pa kjerega leta je to bilo, 2008, 2006, in piše potem moje predavanje, so dali naslov, kako lahko s pomočjo besed vplivamo na hitrejše zdravljenje pacientov. Ja. Oni so dali to naslov Ja. predavanja, pa sem videl, in pa nič niso tam od zadnje napisali, se tudi nisem imel kaj za napisati. In jaz gledam tisto, pa sem rekel, kako so si sploh tako temo izmislili. In pol se je začelo, kaj bom jaz pred zdravniki predaval, in oni so si bolj izobraženi od mene, in pol sem imel to jaz. To predavanje. Sindrom siljivca je prišel od tebe. Posran sem bil, ti povem. Ja. In pol so še vsi tako sedeli, ne? Ker edini sem bil, ki ni bil doktor tam na odru. Ja. Pol pa še, se veš, z mojo štajerščino pridem, pa tako dalje. Ne? In se spomnim, sem si izmislil takrat, ne vem, kje sem jaz to pobral, ker zmislil sem si, kako bi jaz reagiral, če bi pacienti prišli k meni, zato ker sem rekel, ker je itak 90% tako namišljeni bolniki, če jih ne boli, še kot zdravniku prideš, se samo povesi rame, glas spremeni, da je še bolj uboge in potem se igra ubogega bolnika in bolj bolanega kot je. Sem rekel, preden bi šli v ordinacijo, bi jaz vsakemu dal kulico v usta, pa ga hodi gor pa dol 10 minut, preden prije k doktorju, bi jih 3/4 šlo nazaj delati. Ker dejansko je, če daš kuli v usta, ne moreš biti slave volje, pa ne žalosten. In jaz sem tako daleč prav, da so vsi dali svojo kulico v usta, pa veš kak težko. Res ali kaj? Pa veš kak težko. Vem. Zdravnike prepričajo, da dajo kuli v usta, da vidijo, da koliko je mišic na obrazu. In jaz sem to si izmislil. Pol sem rekel, pol sem si tudi izmislil, da je znanstveni dokaz, da če stojiš v širini ramen, pa imaš roke v zrak, da si bolj samozavesten. Pa je čez nekaj let bil to najbolj gledan TED Talk, Power Stance. Jaz nisem to, takrat nisem, jaz sem si kjer izmislil, da je to znanstveno dokazano, ker se mi je zdelo v redu, da bi oni na to finto padli. Ampak vse logično pa je, ne? Seveda logično. Neka logika je v tem, ne? Ja. Ker dansko ti najprej moraš spremeniti svojo fiziologijo. To, kar si prej rekla, kako že stojiš. Ja. Tony Robbins je to populariziral, ful, Physiology. Ampak ima nekaj tudi na tem, ne? Mislim, dosti stvari je na tem. Včasih res neke stvari tako preproste zvenijo, da rečeš drugače stoj, pa drugače govori, pa ne gledaj dol, ampak pogledaj malo gor, pa bo tako drugo razpoloženje. Pa si misliš, pa vse to... Mi zdaj v bistvu ljudi učimo govoriti, a veš, mi ljudi učimo, kako naj govorijo, da bodo čim bolj sami sebi podobni. Ja. Ni to smešno. Ne naučeno, ne bodi pristen. Se pravi, nas so skozi desetletja in desetletja učili, kako naj se spremenimo v nekoga drugega, da nas bodo drugi imeli bolj radi. Zdaj pa gremo nazaj.
Zdaj pa sprejmi, da te ne bodo imeli vsi radi. Ne? Ja, to plus Ja. učimo ljudi, pazi zdaj to, ne, kako se imeti rad, Ja. da je to normalno. Ja. In da je to Ja. prva osnova imeti Ja. sebe rad. Ne, kako boš imel druge, če nimaš s sabo odnosa. Dejansko ljudje ne vejo, kaj to v praksi pomeni. Ja. Veš, teoriji se tako, ja, jaz vam rada sama sebe, ne, hashtag self-love. Ne. V praksi Potem pa so- ljudje ne vejo, kaj pa nas zdaj? Kaj nas zadelam? Ja, in potem pride problem, in ko je problem, ki ga mora rešiti, pa grejo v to vloga žrtev, ki je to Ja. narade. Torej, kaj pa Ja. self-love? Ja, Ne? ja, Mogoče samo ločiti, kaj je med egotom, ja. ne? In kaj je med tem, da čist normalno je imeti sebe rad. Mislim, halo, mi se danes pogovarjamo o tem, kako imeti sam sebe rad. Ja, če pa že ne znamo, pa da vsaj tam se ustavimo, ko našim otrokom dajemo navodila, ki niso v skladu s tem, da. Ne? Ker naši otroci se znajo imeti radi, samo mi doskrat rečemo, kaj si ti zaljubljen, sam v sebe, daj se malo. Ne? Oladi malo, Ja, ne? ja. No, kaj razmišljam? Mi smo v zadnjih letih s pojavom socialnih mrež ustvarili neko okolje, kjer lahko se pokažemo, kako nam fajn gre, kako smo dobro, kako uživamo, kako uresničujemo svoje sanje, Ja. kako smo srečni, zadovoljni. Ne? Nimamo pa nobenega prostora, kjer bi pokazali ljudem, kako smo žalostni, kako nam je hudo, kako nam ne gre, kako nas je strah, kako se bojimo, da nam ne bo ratalo, kjer dvome imamo. Ne? In ne, socialne mreže so super kanal za ono sliko, ne, wow, I'm good, ne, jaz Ja. sem faca, jaz sem ono. Ne. Ja. Kje pa ljudje danes o tem govorijo, kako jim je hudo? Se bi glih tako lahko govorili na socialnih omrežjih. Ja, pa Nekateri ne, ker tam, govorijo. a miš, da bi poslušal. Glej. Jaz sem pa zadnjič me tako pritegnilo, gledaj, kako je za to. 2-3 dni nazaj sem videla objavo enega zelo, tako bom rekla, poprečnega tipa. Moški je bil star, po mojem, 40-45 let in na veliko zgoraj nad njegov neki trener, ki je majca, čist Američan. In zgoraj je pisalo, vsi vam govorijo, kako se imajo fajn, jaz vam bom pa povedal, kaj se mi je danes zgodilo in vsak dan bom objavil, kje sem propušil, a veš, kje sem padel, pa sem mogel spet stati, kje mi ni ratalo. Ker vsak dan mi tudi kje ne rata. Tako fajn objave je imel, jaz nisem mogla nehati gledati. Ja, ker se naučiš, ne? Ja, pa ker Lahko vidiš tega. ono, lej, šel sem na razgovor za službo, on je tam je bil 20 let mlajši od mene, me je čudno gledal. Peljal sem se mimo Kentucky Fried Chicken. Najprej sem rekel, peli, pa nisem mogel, a veš, Pa ko je sem res tako požrl. strebuham, ono. Fried Ja. chicken, čokoladne banane, ne? Ja. To je tako, zdaj, danes, če bi šla gledati v moj avto, ne, sem hotel reči, ko so mi ga peljali na servis, zdaj ne gledaj tam noter v levi žep, ker one, veš, one čokoladne banane, en paket, one bombone Haribo z onimi malinami, vse sem sprazno, zadnjič, ko sem šel iz Novega mesta. Tako da, ko mi Ti, reče, Smilja, ti si si discipliniran, ti gledaš, kaj ješ, ti ono, ma kaj, mislim, ko da jaz ne požrem nekaj, ne, a veš. Ja, ampak da bi ti Va- paket bombonov požrl, to pa ti ne bi Kaj prepisal. paket? En je premalo, moram se vstaviti. Ni konca. Kaj? Kaj pa misliš? Bravo, Smiljan! To ti si Da, človek! razumeš? Ni objavila! Pa jaz bi Objavi bil, pa jaz bi kako bil grafite, sigurno veš, ne. 30 kg težji, Ja. če se ne bi pazil. Ja. A ti veš, kakšna borba je to z mano? Pri meni vsakič, ko se mimo pumpe peljem, Glej, vsaka pa ko čast. sem na pumpe, Wow. ker nekdo to ne razume. Pa zakaj tega ne objavljaš? To jaz rabimo. imam rad sladko, pa kaj ne razumete ljudje? Razumem, Jaz imam najbolj rad sladko od vseh. Res, Bolj kot vsi tu. res. Ne morem verjeti. Ja. To, kar vi torte pojete, to je nič, to je ena. Kaj ena? 6 jih mora biti, če jih že jem. Tako da, Ampak ne spusti se dosti krat s povodcem. Ja, ful cenim to, ne, vsaka veš, čast. tako da ne vem, koliko, mislim, ja, disciplina je zelo pomembna. No, ampak kaj sem hotel reči prej? Se pravi, in imamo neki medij, preko katerega lahko delimo lepe trenutke, ne? Ja. Čeprav koliko so fake, tudi ne vemo. Ne? Ja, ne Ali vemo, ali ne mogoče vemo. je že to tako, zato da malo zakamufliramo še Ja. tiste slabe trenutke. Nimamo pa kje deliti, zdaj pa kje delimo to. To lahko edino med domačimi deliš. Ja. Je tako, oni Ja. te edino poznajo. Ne? Tvoja pomočnica, ko te vozi, ona verjetno ve drugo polono, tudi pozna. Ja, ne. seveda, Tvoj mož pozna seveda. drugo Ja, polono, pa tvoji ja. otroci.
Ja. Pa se že krog malo zoža, Ja, je tak, ne? Ja, ja. Zdaj ženske, tako kako se rekla, sigurno je dobra neka skupnost, kjer se one lahko odprejo, ne? Ker jaz tudi sem bil včasih še bolj član moških bolj skupnosti, ne? Sploh ne moreš misliti, kaj se tam note se pogovarjajo moški. Ja. Ampak zdaj, ko razmišljam, ne, ali je v Sloveniji kakšna taka skupnost, da bojo moški v Sloveniji se vsedli, ne, pa da bo on podjetnik upal priznati, ne, da mu je hudo, da ga skrbi, da mu v biznisu ne gre, da ga že nervira on je zaposlen, da ima doma probleme z otrokom, pa z ženo, pa z onim. Ne, to je ta, bom rekel, ta majhnost, ne, ko se ljudje pol nekako drugače pol s tem ukvarjajo. Ne vem, moški pač zahajajo v alkohol, Bog ne daj drogo, pornografijo. Ja. To je recimo taki pobeg. Ženske, kaj? Ženske držijo to v sebi. Ja, Ženske dosti krat damo ven. Ja, Da se med sabo pogovarja, samo tudi ne poveste vse, poveste ampak si med veš, sabo. vseeno gremo me bolj v to, zdaj sem pa učiti začela, zdaj sem pa spreminjala. To je res. Zdaj pa ne vem, se učim o sebi, pa moj notranji res. otrok, pa meditacija. Pa v to smer bolj se mi zdi, da nas. Ne? No, na seminarjih absolutno je večji odstotek, bom rekel, na seminarjih za osebnostno rast, Ja. ne na poslovno, je več žensk. Seveda. Ja. Jaz sem imel prav ta fenomen, ko sem bolj bil aktiv na odrih po Balkanu, recimo Beograd, Zagreb, Sarajevo, pa to. Pa je bilo, to so same ženske bile. To je bilo 800 žensk tam, od 10 moških. Noro. Ja, mislim, noro, ja, ono, wow. Pol pa sem jaz namerno malo sem začel spreminjati komunikacijo na mrežah, ne. Razumem. Sem začel biti šorf, veš, taki. Ja. Ne? Ja. In kar naenkrat so se pojavljali moški na seminarjih. Ja. In jih je bilo že pol moških, pa pol žensk. Ampak pazi, recimo 20-25% teh moških jih je prišlo z ženskami svojimi. Samo veš na kak način? Ona me je pripeljala. Ker je rekla, da te moram iti poslušati, pa da boš mi lahko kaj pomagal. Ja. Se pravi, a ste ženske tiste, ki bolj inicirate neko rast, spremembo, razvoj, komunikacijo, moški smo pa oni, ki bolj v skrajni sili. Ja. Glej, tudi to je zagotovo povezano z vzgojo, pa z nekimi prepričanji, ne? Ampak ja, se je dejstvo, da ženske več govorimo kot moški, da lažje govorimo o čustvih, ne? Se to ni neka skrivnost ali pa nekaj nenavadnega. Misliš, zaradi tega stereotipa, ti si, kaj se boš jokal, si fant, fantje ne jočejo, ne? To je kar zakoreninjeno. Jaz mislim, da smo mi generacije in generacije moških v bistvu opeharili. Ne, ker vsi mi imamo neka čustva v sebi, ne glede na spol. In dejstvo je, da je ta čustva treba dati ven v taki ali pa drugi obliki. In zdaj, če ti generacijam moških, fantkov, govoriš, da oni morajo to za sebe držati, ja, glej, nekje se pozna. Ne? In meni je grozno, veš, kako mi je grozno, zadnjič sem bila na enem pogrebu in sem gledala te najožje sorodnike, tiste osebe, ki je umrla, a je moški, lej, ko gleda, brez da bi se ena mišica premaknila na obrazu, ker ne smeš, a veš, ne smeš solze spustiti, ne smeš pokazati, boš že pol doma nekje v kleti, ono. En liter spil. Ja, ampak spet to je šlo, to je ta vzgoja, ne? Jaz, ko govorim o vzgoji, jaz vem, da niso starši naši po večini, nič krivi, ne? Oni so pač nam dali to, kar so sami dobili, kar so znali, zmogli. Ja, seveda. Ampak tu jaz vidim kar... Fantje ne joče, ta je res močna. Ja. Jaz sem tudi doma, mislim, ker so mene otroci sigurno videli, da sem se kdaj zjokal, jaz ne skrivam, če mi je hudo. Tudi povem, da mi je hudo, da mi je težko. Nas to zelo cenim in naši otroci morajo to videti. Tudi fotra, ki se zjoče, ki je... To je del življenja. Pa se ti ne zdi, da je pol moški bolj šibek, recimo? Za mene bolj močen. Da se zdaj tvoj moški zjoče, da mu je hudo nekaj. Moj partner se kar zjoče, moram reči, pa mislim, da nima nič proti, če to povem. Kaj se zdaj ti pizdiš, daj, deci, vzemi stvari svoje v roke. Jaz sem zelo hvaležna za to. Jaz pa res ne vem takega deda. Lej, kako se obnašamo, ne? Lej, ded si. Bodi ded, ne? Pa kaj mi še vedno okrog ognja sedimo?
A veš, jaz tam brano z macolo, Če bo pa prišel kakšna pred žival. sibirskim tigrom. Ja, Dinozaur. Veš, to mi repa take Ja. živce. ja, A lahko reče. nehate moški razmišljati v tej smeri, da moraš zdaj ti, in to so zdaj ti androideti, pa ne vem kdo, ko na to moškost mladih fantov vplivajo s takimi glupostmi. Ja, moški mora provajdati svojo družino, pa daj ti sebe provajdaj, majmon. Ja. A veš, Ja, ja. meni boš zdaj ti rekel, da sem jaz toliko nesposobna, da ne morem sama sebe preživljati. Ja. Da mi boš naprej povedal, jaz sem tu zato, da me s tebe preživljal. Hvala lepa. Ja. Samo to je tako je bilo včasih. Seveda je Seveda je bilo, bilo. ampak ni več, ne? Seveda je bilo in je tudi moglo biti, ker pač glede na to, da imamo volilno pravico par 10 let. Ampak koliko to ni, saj. koliko mogoče pa to ni naturalna vloga ženske, da provajda zdaj. Če greš daleč v zgodovino, je Čar- provajdala, ja, sam doma v hiši za ognjiščem, ne. Za Lej, hrano je skrbela, ne. seveda je, Ni rabila samo- iti ven na lov. Mi ne živimo več v prazgodovini, Ja, pišuka. Mi zdaj imamo skozi, ja, moški tu da on popravlja žarnico. Ledike imamo, vsakih 8 let crkne, kaj boš ti menjaval? Ne, kar naj Veš, kar zamenja. nekaj Ne, se no, te zdaj pogovarjamo. govorim, naj kar zamenja. Naj, ampak na 8 let to niso več ono, le žarnica je crknila, sem pa menjal 2-krat na mesec. Let žarnice imamo na Ja. 8 let crkne, kaj boš menjaval? Ne rabimo te več za to smeljati. Jaz tako ne delam to. Ona pri nas, ona menjava Ja, ampak žarnice, jaz ti pravim, da kar zamenja. ampak zdaj v zadnje cajte ima neke finte, daj ti zameni vence. Naj Pa se ne razumem. zamenja, Polegla ampak se je. Pa Ja. razumem, a veš, kaj ti Samo rada povem? bi, da sodeluje. Ona je žarnice menjavala, zide je dol stovkla, farbala je stene, električne. 100 nohte. Ona, omare se stavlja, pa ona zna vse. Ja. Če GPT je prišel za njo, pa Google niso nič. Razumeš? Ona ve, zna vse. In jaz zdaj, Če GPT naučila. in jaz zdaj naj grem, pa ne bom. Ja, zdaj pa več noče. Pa ne, pa sploh ne bi. Če jaz vem, da nekdo Ampak jaz zna vseeno, to delati fante so boljše več. od mene, Ja? te veš kaj, ona bi še zdaj sama non-stop čistila, pa tako čisti stanovanje, tudi če imamo doma Ja. house managerja, ne, Ja. ona mora že zaradi ne vem Mora česa, pač, mora ja. čistiti, Ker je pa meni fajn, če je Ja. lepa. ne, ker že je tako ali tako je pospravljena, samo še ona mora zraven. Ne. Ja. Verjetno ne bi, če jaz ne bi malo jo pritisnil, ne vem koliko let nazaj, da moramo nekoga imeti doma, da nam bo pomagal malo njo razbremeniti, ona bi še doma čistila, sesala, vse v nulo, ne, pomivala posodo, likala, prala in verjetno presirala celo familijo okrog tega, ne. Kaj imam jaz psihološko, Zdaj, zato eno? Zato, ker jaz, ne, to je pa ena stvar, ne, katera pa jaz vidim, ko se z ženskami pogovarjam, da enega dela Ja. ne more ven spustiti. Ne. Ja. A ti si dovoliš, da prije k tebi To ena pa res, ženska Karina. očisti Ne zdaj na stanovanje? tebe, seveda, seveda. Ampak jaz to dovolim. Mi smo, Ja, zdaj si mi smo dovoliš, samo nisi bila za prevzele- to, Helena. Ja, tu, Ti evo, to nisi so bila, spet ti kaj bo zdaj vzorci. ena Sem hodila, jaz. pa Ja. ono, jaz sem te mogel ja. pregovoriti. Ni, ni bilo to pri meni problem, ni to res, kdo bi prišel v stanovanje, to ni res, ne? To No, sigurno se ni to res. tudi ne skrb, ni Ampak, važno. a veš, Mislim, ti moraš sprejeti, okay, kaj bi se zgodilo, če bi nekdo za drug. In jaz se spomnim, ko je takrat prišla veš, kaj je to. in ko sem jaz prišla domov iz službe in sem videla, da je pospravljena, sem rekla, wow. Ja. Ne? Samo jaz si zamislim, Ja. kaj je to za Srečna. žensko, ki ena druga ženska prije Ja. pospravlja, ker je nekaj Ne, vzela. ne, tukaj pri meni to ni bil problem. kje Ne, ne, pa? ne. Jaz mislim, da Pridi pucaj. Jo, ni to bil Ne. problem. Mislim, ne. če se pogovarjamo z podjetnicami, če si ti podjetnica in je tvoj nastop na odru v 1 uri vreden 2 jurja, okay? Koliko potem si ti izgubila denarja, če 1 uro doma čistiš stanovanje? Ja, ja, razumem, kam greš. In jaz se tu strinjam s tabo, ker mi smo dejansko v zadnjih 50 letih ful vlog dodatnih prevzele. Se Ja. pa to Ne? ti pravim. Hkrati pa res se včasih stragljamo s tem, če bomo pa zdaj določene vloge opustile, ne? Pa jih moramo. Ja. Moramo jih. In tu se tudi spomnim ene kolegice, ki je leta nazaj mi tako fajn, v bistvu me naučila tako preprosto stvar, delaj tisto, kar obvladaš. Ker jaz bi tudi, jaz pa še to pa sem jaz To je naučila, delo. pa še ona pa. Veš, To je full time job. seveda, tudi ta socialna mreža, pa to, da smo prepustili drugim, da to se mi zdi, to so taki koraki, ono wow. Mislim, jaz ne navijam, zdaj, ker sta dve ženski tu za ženske, samo tista ženska, katera danes hodi v službo, ali pa če še ima biznis, dela več kot moški, to je dejstvo.
Absolutno. Ja, dvakrat tako velik stres je za ženske v 100% povprečju dela na več. delovnem mestu, pa 4-krat tako velik v povprečju doma. Ja. Ne, Mislim. to je, ja. A veš, za frod se ti skrbiš, Ja, voziš tja ja, tečaje, ja. ono, verjetno še domače Ja. naloge, obleke, kaj bo za obleč, kdaj boš šel na tečaj, kdaj boš šel na kamp, Zdaj si me kuhaš, peglaš, spomnil. pereš, pol pa še greš na šiht, ne, mislim, Zdaj vsaka si čas. Preden sem šla danes k vama, sem še s Karlijem delala matematiko. Ura je bila 7:30 zjutraj, potem sem pa sem takle zvezek zaprla, pa sem rekla, Karli, dosti je, sem Bog ti pomagaj. Ni več lole, je kar je. Je, kar je, ja. Brez veze. Ja. Danes piše? Ja, danes Čakaj, sem kateri zadnja razred je zdaj ocena. on? Peti. Peti, Ja, ja. ni, geometrija ni šla. No, vse simbolno, ne, si že tukaj le v bistvu na naslovni strani na nek način pokazala, ne, Ja. maske, ki jih nosimo. Tako, Ne. tako. Se pravi, če bi, ni problem, ne, da ne, imaš kdaj kako masko, ne, ampak problem je, če ne razumeš, da je to samo maska. Ja, Ne. ja, da se tako navadiš te maske menjavati. Ja, da misliš, Ja. da ste ti. Ja, ne veš več, kaj je spodaj. Ja, to. Ne. Mm. Se mi zdi, to je tako Zato eno je tako, sporočilo. Ja, Ja. to je. Pri to je delu ženskami sporočilo, se vidi, ja. da maske Ja. nosijo. Pa vsi, Ja, ne vsi, samo, ne ne samo, samo tudi ja. moški. Ja, itak. Vsi, Saj ne. mi imamo, Ali pa vsi rečemo imamo neko, socialna omrežja, ne. ki se prej omenja. Ja, To so ena taka maska. Ne? Seveda. Ker tudi jaz, ko razmišljam skozi socialno mrežo, naprimer, pa gledam, ne, pa si mislim, pa res nikoli ne nadamo stvari, a veš, vidijo nas samo, ne vem, aha, tam si bila, ampak jaz Ja. sem tam delala. Ja, Valjda ja. sem dala kozarec gor, ker sem imela čas, Ja. pa mi je lepo, pa slikam, pa super, Seveda, ne. Pa sem imam seveda. fajn. Ja. Ampak ni bilo, ne, bil je poslovni obisk. Ja. Pol so se zgodili, ne vem, toliko in toliko stvari. Ja. In res sem začela tudi sama razmišljati, da ne, dajmo več ven tega, kar dejansko počnemo. Kaj dejansko je, ne? Ja. Real Kar je life. za tem, Real ja. life. Ja. Ker mogoče res nekdo, Ja. ne, ti mogoče niti ne razmišljaš o tem, kako nekdo zdaj tebe tam spremlja. Ampak vidiš, da aha, zdaj si tu, zdaj si tam, on vidi, da ti potuješ. Ja, sej potuješ, ne? Ampak ne potuješ zaradi tega, da bi zdaj, ampak ker pač moraš. Ja. Ker je to delo, Ja. neko od zadaj, Ja. ne, ali Ja. nekaj. Ne? Zakaj ne damo tega ven, ko ne vem, smo res na sestankih, ne? Tukaj sem zdaj 2-3 ure, bom zdaj reševala ta problem. Ja. Ja, se strinjam. Ker to je real life. Res je. Ja. Ja. Vidva ste zdaj s tvojim sedanjim partnerom, ali ste poročena? Ne. No, okay, s partnerom, ne? A, ne boš še Ne, enkrat? ne. Okay. To ve. Ja, seveda. Ve, moj ok, tak. Ok, moje. V bistvu ste skupaj ste v biznisu, ne? Ja. Ja, kako ti gledaš na to, da sta v istem poslu, ne? Ker pač slišim ful teh mnenj, jaz za svojo žensko pač ne bi mogel biti v istem biznisu, ne? Ja. Meni je tudi to rekla ženska, ki mi je zelo blizu, par let nazaj, ja, tole se boš zdaj. A veš, danes je tudi ona s svojim partnerjem v. Lej, ne vem, po eni strani časi. Zajebala, ne? Ja, lej. Po eni strani časi tečejo tako hitro, dnevi so tako kratki, No, ja. da si jemljem kot privilegij, da lahko skupaj delava na nekih stvareh. Po drugi strani, kdaj zna biti tudi napeto, ono, ko bi še doma nekaj reševal, pa pol mora nekdo biti, ki reče, zdaj pa basta, natoči vsakemu kozarc vina, sedi, govorimo o nečem drugem. Ne? Ja, to je recimo Ja. ta meja, ki je Ja, težka, ja, ne? ja. Meje moraš znati nekako. Tako da po eni strani prednost, več prednosti vidim v bistvu. Kot Jaz tudi, slabosti. ne, ker zamislim si, Ja. ko je Helena še delala na radiju pa na televiziji, ne, ja. in jaz sem imel svoj biznis, ne. In potem, zdaj zamislim, ona, recimo zdaj, če se pogovarjamo, da gremo na dopust. In pol ona, jaz rečem, da gremo na dopust, ona reče, veš kaj, ne bom dobila fraj. Ja. Ker Ja. zato smo zdaj tu, da bomo se prilagajali, ne vem, vsej eni so tak, ampak ne vem, jaz mislim, da je več plusov, tako kako se reče, Je, kot več je minusov, plusov. ne. Ja, Ja. ja, ja. Pa mislim, skupaj gradiš, meni je že to, a veš, skupaj z nekom tako zakon, nekaj ja. gradiš, ne? Seveda. To je meni seveda. fenomenalno. Ja. Mislim, komu, če ne njemu, ne bi povedala vse, kar si misliš. Samo tako, kako se reka, Ja. da se še doma v biznisu pogovarjamo, ne, vse da kažeš, da bi tudi. Seveda Samo se se bi v njeni tudi- službi. Normalno. Po pa v moje. Normalno. Po pa bi še več ja, časa uporabljal. Ja. Tako vse vemo, valjda, Ja. zakaj se gre.
Meni je tudi super, da otroci odraščajo v tem nekem takem podjetniškem duhu. Veš, da vidijo, da Da tole se gre, učijo, to ne ja, gre, zdaj ja, stisnemo, zdaj ja, držimo ja. pesti. Ne. Tako je. Pri nas, ko imamo ta naročila, vse vidiš valjda na mailu. Vsake toliko cajta se ali jaz ali pa Tilen zaderejo. Naročilo, to so vsi pobajti z vseh koncev. Jej! Ja, vse okej, ja, veselo, Ker ja. živijo, da bodo dobili nekaj. Ne? Ja, ima nek smisel, ne, ima nek smisel. Pa ne, A dobro, to je super, da se Tako znajo neko, veseliti. veš, Ne? ja. A razumejo otroci tvoje, oba dva, kaj počneš ti? Ja, razumeta, kaj počnem. Vedno bolj se mi zdi. Pa tudi tako moram reči, znata nekako izraziti ta nek ponos. Pa, ja, nimate težav z mano, z mojo izpostavljenostjo, s tem, za čimer stojim. Sta tako kar oba, mi stojite ob strani, moram reči. No. Ja. Zadnji se bila na predstavitvi Ja. knjige, tudi tvoja Ja. starša, ne, sem gledal, ne vem, ko Ja. si govorila, je to oče kar jokal, ne. Ja, Si videla? Ja, sem videla. Ja. Kaj razmišlja? A si ga vprašala? Kaj Ne, doživlja? se sta me presenetila. Ful sta me presenetila, ker sta kar tam ostala, pa sta kar povedala pred vsemi, kako sta Ja. ponosna in da me Nisi imata rada. pričakovala to? Nisem. In tudi, ker sem jaz stala, sem potem videla tudi svojega mojega očeta, ki je malo solzico spustil, pa je bil čist ganjen. Meni je bil ful. Ja, ful je bil ganjen. Ja. Mama je pol bila tak. Ja, je valjda. Mogoče Ata Ja. vidi svojo malo polunco, ne. Kaj pa vem, v bistvu sta zelo redko hodila ona dva na neke moje dogodke. Mama je bila vedno prestrašena, da sem zmotila. Ja, ful je bilo, kaj če si zmotila, kaj češ pozabila, Ja. kaj češ pozabila, kaj si hotela reči. Pa te ni to nikoli obremenjevala. Ne, Ne. pa nekako sem jaz sprejela. Vedno se mi je zdelo, da ona dva sploh ne veste, kaj jaz delam. A veš, tako je bilo malo, pa kaj ti točno delaš? To sem te hotel vprašati. Ja, kaj ti Glede na točno? to, da ne hodiš nekam v resno službo. Ja, to je bilo tako malo, ja, pač, Bog ve, kaj dela, ne. Ja. A veš, tisto, ko smo na radiju, je bilo jasno, Ja, na TV greš je bilo službo, ja. jasno, tu pa zdaj jih ne moreš zraven neka predavanja vlačiti, ne, Ja, na ja. firme. Tako da mislim, da sta malo zdaj dobila tak reality check s tem dogodkom v Cankarjevem domu, ker sta tudi bila A sta oba. bila? Ja. Puf, Ja, če je njuno vprašal, sem jaz bila najboljša. ja, valjda. Ja, kdo je bil? Hvala Ja, Bogu. to, Polonca, Pa normalno. Polonca. Ja, saj vsi. Ampak to je, a ni to lepo? Ja, ful sem hvaležna, da jo starši imam, tudi, ja. da sta oba zdrava, da se imata tako fajn. Moji starši se imajo tako fajn. Ona dva tako znata drug z drugim humorno komunicirati, Ja. da se tako nasmejiš fajn zraven. No, se to Ne je tako to. stane. To je dobro, ja. Kaj danes pomeni biti ženska? Kaj bi rekla? Lepo je biti ženska. Ja? Že zaradi tega, ker si v različnih vlogah, se zavedaš bolj svojih misli, svojega telesa, svoje sposobnosti, svoje moči. Fajn je biti ženska tudi zato, ker si mama, ne nujno svojim otrokom. Lahko si mama živalim, lahko si mama zemlji ali naravi ali kakorkoli, ampak imamo ta čut v sebi, da znamo preživeti in poskrbeti za tiste, ki jih imamo rade, a veš, gore bi premaknile. Ne. Po drugi strani pa vidim eno veliko odgovornost na nas, ženskah. Mogoče v tem trenutku večjo kot na moških, ki ste imeli do zdaj vajeti v svojih rokah, skozi celo zgodovino človeštva v bistvu. Zdaj pa se mi zdi, da je bilo fajn, da pa vseeno malo tudi nam prepustite. Ne zato, da bi tekmovali drug z drugim, ker rabimo drug drugega, ker smo odvisni drug od drugega, ker znamo imeti radi drug drugega. Ampak se mi zdi, da pa je zdaj tisti čas, ko pa mi s to svojo materinskostjo, izraženo na različne načine, lahko pripomoremo k lepši prihodnosti. A misliš, mogoče, ko rečeš lepše prihodnosti, misliš bolj strpnosti, Ja, v raznih večje dialogih, empatiji, glede na to, kaj se poslušanju. dogaja. Ja, to mislim. Ja. To se strinjam. Ja. Ker Tudi- če ta moški testosteron pa Ja, lahko Ja. pripelje do rdečega gumba. Ne? ja. Tu se mi zdi, da lahko, tako kot sem prej uporabljala eno besedo, ki jo imam v zadnjem času doskrat v mislih, lahko malo zmehčamo stvari. Ne, to se mi zdi tako, Ja. da bi malo bolj mehki vsi mi bili tu not. Ne, mi smo pa doskrat tekmovalni, tudi v parih, v zakonu, kolikrat jaz vidim, kdo bo zmagal, jaz se bom. Ne, jaz nočem tekmovati s svojim možem, nočem partnerjem, kakorkoli. Ne. Ja.
Jaz to vidim pri financah, rečemo, ne? Ja, Ker ja, ne, vsak za ja. sebe in to še Ja, za cimra. Ja, ja, Ne? ja. Jaz mislim, da moški ne bi smeli vzeti ženske vlogo, ženska pa ne moškim, ali pa zmanjševati pomen. Ja. Ne. Ja. Mislim, ker danes imaš koga, ki govori, kaj ne rabimo, mi moški, ženske. Ma bomo bedarije, samo. lej, kakšne Mislim, neumnosti. Ali pa Ja. obratno. Ženska brez moškega Ja, bo ja. na svetu, ne rečem, v svojem stanovanju eksistirala bo, ne, ampak na svetu je pa danes še vedno neka težka dela opravljajo moški. Ne. Z razlogom smo oboji, brez primerjav, kaj zdaj kdo zmore, kaj ne. Ker logično je, mislim, vse to vsi vemo, moški so fizično močnejši. Okay? Ja, Ja. to ne dela Ne. tisto, kar... Seveda, ne? Mislim, zdaj, če nekdo težka dela opravlja, jaz to pol vidim, jaz tem pa fajn juho skuhala, ko boš z matram prišel. Meni to ni problem. Jaz sem z največjim veseljem mama in gospodinja in žena in meni to ni, da bi jaz pa tega ne bo. Kje pa? Kje pa? Meni je to zelo ljubo. Ne? Ampak nehajmo se predalčkati. Tako. Ne? Dajmo biti podporni. In to pomeni, nehajmo se predalčkati tudi, ko pride ženska s svojo logiko. To ni butasto, to ni šibko. Če vidimo, da zdaj po 100 letih na tak način več ne gre, pa dajmo provati drugače. Vse bo lažje. Ne? Ja. Polona, kaj bi rekla 20-letni Poloni? Naj se neha toliko ozirati na mnenja drugih ljudi. In naj bo čim bolj samosvoja. Naj si pobrije bučo, če je. Misli, da je to bolj ona. Ja. In naj drži neko svojo, bom rekla, zdaj tako mariborsko špuro. Ja. Kaj bi rada, da si vsaka ženska po tem današnjem pogovoru, kakšno sporočilo naj si vzame zase? Po čem se naj spomni tega našega pogovora? Ja, ne živimo več v plemenskih skupnostih. Ni se treba več 100% prilagajati, ne moškim pa ne ženskam v končni fazi. Jaz res smatram, da je najlepše to, ali pa največja vrednost, ki jo lahko daš svetu, ta, da si samo svoj. Ne? In da znamo mi vsi sprejemati raznolikost. A veš, da se ne probamo, ti si v ta predal, ti si v tega, ti si v onega ta čudnega, ne? Ampak da dovolimo drug drugemu to samosvojost in se urimo v tej sprejemanju raznolikosti. To pogrešam, to bi dala. Super, hvala, Smiljan. Veš kaj, mene zanima še vseeno malo ker so tvoje prva dela bolj bile o komunikaciji pa govorih, kaj si učila javnega nastopanja, direktorje. Ne, Koga? nikoli nisem šla v to pot, da bi po nekih tehnikah in metodah učila, ker sem zelo hitro videla, da to ne obstaja. To ne obstaja. Jaz tudi poslovne komunikacije ne želim predavati, ker ne vem, kaj naj bi to bilo. Veš, stroke, jaz nikogar ne morem učiti. Drugače pa stojim za tem, da komuniciraš pristno. Ne glede na to, če se boš pogovarjal s predsednikom sveta, s papežem, z direktorjem, s proizvodnim delavcem, z kraljem ulice pred Lidlom, bodi ti, človek, pol šele strokovnjak. Tako da po teh nekih metodah nikoli nisem predavala, sem pa probala vedno ljudi, tudi direktorje, opolnomočiti, da so v bistvu pokazali svojo najboljšo možno plat preko komunikacije. Da so bili toliko samozavestni, da so upali pokazati sebe, ker to je nekaj najlepšega. Ne? Ja. Ja, ta dogodek, ki si ga organizirala, pa napolnila z Šefarjevo, ne? Ja. Helena, midva bi mogla nekaj narediti, veš? Komu? Točno? Je tebe. Meni? Ker sem jaz rekel naenkrat na odru tisti, ki bo naslednji napolnil Cankarjevo dvorano. A se vas nisem čisto napolnila, veš? Tako da... Koliko je bilo ljudi? Ja, ljudi je bilo enih 700. Ja, pa kaj? Ja. Koliko jih pa ti gre tam? V Cankarja, Ja. Jurjo. Še več. Pa Še dobro, več. to je. Ja, ja. Bi še enkrat šla v to? Zdaj ne vidiš. Zdaj, ko je par dni nazaj, od tega šele ne. Nikoli več, ne. Veš kaj, zdaj bom pa rekla nekaj bogokletnega, ni mi všeč Cankar. Ja, Prehladen prostor mi je. ja, tako sedijo Ja, gor, ja. ja. Daleč od Ja. njih, ne. Jaz imam rada prostore z dušo, z rdečimi zavesami, s patino, z odri.
In ni mi žal, da smo probali Cankarja, absolutno ne glede kakšna izkušnja. Ja. Absolutno. Ampak so mi pa ljubše tiste gledališke dvorane. Tole mi je preveč glomazno. Pa prepočasno stroj. Ja. Pa si se zavedaš, kaj pomeni 800 žensk spraviti na eno mesto, koliko je to ljudi? Ti povem, da sem se mogla usesti, pa si reči, čakaj malo zdaj. Nedelja popoldan, Polona nedelja popoldan. Ženske v vseh koncih in krajih Slovenije dajo za bencin, grejo na pot po slovenskih cestah, ki vemo, kakšne so. Predtem so najbrž še skuhale, poštimale vse, dale navodila. Po v Cankarjev dom za ceno vstopnice, ki ni bila nizka. Šele ko sem vse to šla čez, 1-2 dni pred dogodkom, sem sama sebi rekla, pa kaj, si lahko zadovoljna. Mogla sem se prizemljiti. Ja, zadovoljna, kaj pa po drugi strani so se ti malo zašibla kolena, ker je odgovornost to. Je odgovornost. To so se mi že prej, ker sem imela eno tako kritično obdobje vmes, ko sem razmišljala, jo bomo tole speljali, kako bomo to, kaj bo zdaj to. Ful sem imela vzpone pa padce v razpoloženju. V Cankarjevem domu sem pa prav zavestno naprej se odločila, da bom pa samo uživala. Ja. Tisti dan. Ja. No, zanimiva je bila tudi informacija, da še fali bi tisti dan mogla biti na 2 različnih koncih, ne? Tako. V Romuniji in pa na Hrvaškem. Ja, Bukarešta pa Zagreb. Tako. In oba dogodka sta odpadla, ker niso napolnili. V bistvu smo mi bili edini, ki smo izpeljali dogodek. Ja. Je pa ima pa prav najbrž, ne? Ker je rekla, da dogodki kar odpadajo globalno gledano zaradi situacije v svetu, zaradi vojne, hormonske ožine, cene nafte, stroškov in tako dalje. In da se pozna. Ja. Ja, ne se spomnim, ko sem v Ukrajini enkrat predaval, pa prišlo 10.000 ljudi. Ti povem, da je bila noč kar naporna. Ja, verjamem. Ko pomisliš, da so eni so se vprašam, ker sem hotel pač, kdo je nedlje potoval. Ne? Pravim, kdo od vas je potoval 2 ure danes na seminar, ne roko dvigne, pa cela dvorana valjda dvigne. Jaz sem rekel, dobro, mogoče nisem dobro vprašal. Kdo od vas je potoval 5 ur, ne? Še kar vse roke tam, ne? Kdo je potoval pa 10 ur, pa ne vem, zmišljujem si, pol pa več. O moj bog. In jaz pridem, kdo je te potoval 24 ur v eno smer? Še ogromno rok. O moj bog. Pa že gremo tako dalje, ne? In pridemo do ene ženske, ki je potovala na seminar v eno smer 7 dni. Ne, no, s konjem prišla. Iz Čukutke. Čukutke. Z vlakom. Z vlakom. 7 dni v eno smer. Pa takrat je $100 plačala. Noro. Pa še nazaj 7, 14 dni. Noro. Jaz mislila, Pa se da reči v življenju. Usral sem se. Veš, ja, Nekdo je prišel mene tja poslušati 14 dni. Mislim, je to tak včasih, veš, ne vem, ko si na odru, imaš občutek, da mogoče preveliko odgovornost prevzemaš za neke stvari? Ne, ko sem na odru, ne. Prej pa. Takrat ne, predtem pa valjda. Ja, mislim prej. Ja, se veš tisto, a sem dala dovolj, a bi mogla dati več. In tu je taka zelo delikatna zadeva je to, ne. Po eni strani smo people pleaserji, pa giverji, pa bi kar dali vse. To pa zdaj spet ni self-love, ne? Moraš si nekje mejo postaviti pa zaustaviti. Za x denarja dam jaz to in to, ne. Tako da predtem imam jaz borbe sama s sabo. Na odru tako nimaš časa, ker imaš. Na odru pa res gledam, da grem do konca. Jaz pridem z vsakega predavanja tako, da mi teče tu zadaj po hrbtu dol. Ja, spelješ tako treba. Speljem tako je treba, ja. Je pa res tebi začestitati to, koliko si nam ti vsem v bistvu pot utrl, nivo si nam zoral v tej državi, tako da to se ti zahvaljujem zdaj javno. Mi pa lahko zdaj sejemo, ki smo za tabo. Hvala. To so mi zadnjič rekli na Balkanu, ko sem bil, ne. Ko smo kdaj smo te začeli mi na Balkanu najbolj. Ma dobro, jaz sem 2008 že nastopil v Srbiji. Sem bolj za firme, ne. Je fejs intenzivno 2018. 2018. Ja, marsikje si bil ti prvi, si svojo glavo ven potisnil, ne? Ne glede na to, nisi vedel, kaj bo priletelo po njej. Mi zdaj vemo, ker vemo, kaj je bilo s tvojo glavo, ne? Čakam, da grem nazaj v Ukrajino, pa v Rusijo malo, ne. Da me kar mika, no. Ja, te mika? Ja, tam so veliki odri. Ja.
Tako da upam, da se bodo zadeve gor uredile. Ne. Ti imaš še Ja. kakšne ambicije za prek meje, kaj pogledati? Imam. Letos poleti naj bi prve korake naredili na Balkan. Super. Ja, najprej smo zdaj spočili, pa zaključili to sezono, pa imamo že v bistvu strategije narejene, celo posnetke že. Mislim, da imamo nekih 30 stvari že posnetih, tako da bomo na mehko začeli. Ja. Ja, dobro, ne. Najprej moramo zdaj ta naš dogodek napolniti z Robinom Zdaj sta pa Šarmo. vidva na vrsti. Evo. Ja. Ja. Kdaj misliš lansirati na Hrvaško? Jaz mislim, da bomo štartali nekje v sredini julija. Aha, Ja, že, okay. ja. Ja, imamo pripravljene stvari. Mhm. Skoraj sem tvojo vodo zdaj popila. Dobro. Ja. Zdaj sta pa vidva na vrsti za Šarmo, tega se pa tudi strašno veselimo. Ja. Ga tudi omenjaš v knjigi, ne? Ja, seveda, če pa je Ja, eden imaš izmed, ja. to pa je res eden izmed pionirjev tudi. Ne? Ja, res Ja. je. Kaj pa to disciplina, to pa je meni noro, njegova Mhm. disciplina pa sistematičnost. Sem bil zadnjič pri njem doma Ja. v Italiji. Ja. A on je v Toskani zdaj? Mhm. Aha, se mi je zdelo, ja. Ampak ne smem povedati, kje. Ne. Toskana je velika. Ja, vsi se vidimo na Šarmi, ker to pa podjetniki res moramo videti. Veš kaj, je, ne, mislim, res. Veš, ko tako si razmišljaš, kako živijo avtorji, ki pišejo knjige. Ja. On tako živi, ne? Tak, ja. Ja, ker jaz večkrat pogledam ono, jebem ti ono okno njegovo z onim pogledom, Ja. razgledom na In Toskano. točno tako je. Ja. A veš, ne pa Tam mi ima doma, knjige, ono, veš. ja, počakaj 5 minut, da odstavek napiše. Tam Ja, ima prav dokončano. par kotičkov, en kotiček lepo tam piše, na roke vse, Ja, ima svoj on še mir, ima to, ne, ja. ne sme ga kdo zmotiti. Ima svoj mir. Ja. Noro, Mislim, ja, noro. je našel svoj flow. No. Ja, Mhm. ja. Tako da, evo, nič, hvala tebi, ne, da si prišla danes sem. Ne. Hvala vama, Ja. obema, za povabilo. Pa verjamem, da se še kje vidimo na odru. Ne. Z veseljem, z veseljem. Super.